imam to skozi takole. Probi tako govoriti, tako, ne rabiš full notar, ampak Okej. da ne greš tako, Ok. Bom probal imeti to v glavi. Ok, cool. Gospod Andrej Škraba, ne? Ja, Prva oddaja, thanks, ko si se odzval, ne? ja, S tabo mi, kaj? hvala tebi. Prosim, bom videl, kako bo to šlo, ne? Aha. V bistvu tebe sem si izbral zato, ker sva se tokrat pogovarjala, in doskrat sem si želel, da bi midva to snemala, ne? Pa ni bilo pač, a veš, take stvari spontano ratajo, ne? Tako da danes bomo videli, ne, a bo ratalo to spontano, ker sva se, upam, da nova argumentov ponavljala, ne? Ampak to je to. Mogoče nisi mi poslal biota, ne? Ja, Tako da sem rekel, da bom mogoče šeral zgodbo, kako sem te spoznal, ok. ker to pove po moje ful o tvojemu personalityju, ne? Ja. Ne vem, če se spomniš, mi sva hodila skupaj na EF, ne? In prvič, ko sem te jaz videl, mislim, da je bilo prvič, smo na tistih klopcah sedeli v sredini, ne? In mi smo imela skupno frendico, ne? In ti si tam nekaj razlagal, ne? In potem je prišla ena njena frendica in je rekla, joj, zdaj se moram učiti makroekonomijo ali mikroekonomijo, ne vem kaj, to mi je bed, to je težko, ne? In potem si ti tako rekel, kaj pa delaš, mislim, tukaj, na tem faksu? Če te to ne zanima, ne? Mislim, kaj sploh delaš, kle, ne? In po moje ta stavka, ne, je ful tvoj personality opiše, ker tako ful si kritičen do družbe in vsega, ampak to je veliko ljudi, ne, je kritičnih do družbe. Ampak ti imaš po moje eno razliko tukaj, da pač nekaj pol probaš narediti, ne. In to je bil tudi ta tvoj projekt, ne, Astra, ki si v bistvu videl, da stvar ne dela, šolski sistem, in si se odločil nekaj narediti, ne, nekaj pač contribute, ne. Ja. Tako da to je bil ta moj introduction do Andreja Škrabe, ne. Ja. Jaz se tega momenta ful ne spomnim. In imaš pa, je pa vse res, kar si povedal. Ta projekt je res bil narejen za to. Primarno je bil narejen v bistvu zato, ker sem jaz hotel eksperimentirati takrat s tem izdelovanjem nekih vsebin učnih. Ne. Jaz sem bil ful zafrustriran, ko sem se sam učil stvari, ne. Jaz sem recimo vzel učbenik, ne, takrat prav za mikroekonomijo, in jaz sem ugotovil, da s tistim učbenikom, ne glede na to, koliko časa jaz vložim pa energije, enih stvari tam ven nisem mogel, a veš, nekih nalog pol nisem jaz mogel rešiti, ne. In jaz sem se pol vprašal, kako so narejeni ostali učbeniki, ne. Spomnil sem se pol na matematiko v srednji šoli, ne. In sem se spomnil, da dejansko, ja, če ti v bistvu nisi nečesa razumel, pa začel razumeti takoj, ko ti je bilo tisto znanje podano, ne, recimo pri pouku, si imel blazno velike težave potem recimo se učiti samo s pomočjo učbenika, ne. In jaz sem šel prav potem gledati, mi smo imeli za matematiko. Aha, ker si se ti učil, si šel pogledati. Ja, jaz sem za matematiko smo imeli mi, ne vem, učbenike Linea, mislim, da je bil v glavnem od neke založbe, a ne. In tam je tako, tam recimo na začetku je neka teorija, se tako lepo opiše, tudi s kakšnimi slikcami pa to, a ne. In potem imaš še en kup nalog, ne. In mogoče tistih nekih par prvih nalog, ki so res simpel, še gre, pa je, recimo jaz sem se pa zataknil, ne. Jaz sem se vprašal, koliko je pa še takih ljudi, ki se v bistvu zatakne in ne more več, odneha, rata zafrustriran. Ja, in jaz sem pa rekel, dajmo vse te razlage, od vseh, od najbolj preprostih nalog do onih najtežjih, dajmo vse to na internet, ker moraš to ponavadi pogledati še enkrat, ne. Zelo malo je takih, da boš ti vzel, ne vem, 30 enako starih posameznikov, a ne, pa od njih pričakoval, da bojo čist linearno skozi skupaj napredovali pri vseh predmetih, ki jih imaš v šoli, enako hitro. Ne, to je en tak assumption, ki ga imamo mi zdaj že, odkar obstaja šolstvo. Zakaj misliš, da je tako ratalo? V bistvu? Ja, po moje zato, ker, mislim, sej, a veš, moramo vedeti, kdaj se je šolstvo v bistvu, kdaj se je to začelo na bolj tak formalen način, ne. Včasih si ti imel dostop do nekega znanja, sploh da si se naučil brati, če si začel
se malo bolj cerkvi posvečati. Se pravi, če si kazal nek inclination oziroma nek vzgib, da boš, ne vem, duhovnik. Tam v bistvu je bilo znanje. Tam si imel dostop. Ni bilo za maso. Tako, ne. A veš, ker večina populacije takrat so bili kmetje, ne. In kmet je cel svoje življenje, njegov life je bilo fizično delo, ne. Ni bilo mentalno delo, tako kot je recimo danes, ne. Ampak ja, pol dejansko je pol cerkev ugotovila, ne, da če hočeš imeti vernika, mora vsaj znati prebrati glavno knjigo, edino knjigo, ki bi jo naj prebral, ne, Sveto pismo recimo. Ne. No, z Marijo Terezijo pa pol prijemo do tega, da ugotovijo, če hočemo, da ljudje vsaj kolikor toliko sodelujejo v neki družbi, mora biti vsaj pismeni. Ne. In takrat nekako, pol, ko se je začela industrijska revolucija, je pa treba ljudi pripraviti na to, ne, da vstopijo v neko tovarno, upravljajo neko delo in zelo podobno so zasnovali te sisteme. Ne. Ja, nek tak tekoči trak, ti v bistvu posedeš, vsi so isti, štancaš v bistvu ljudi ven iz sistema. Ne. In valjda k temu pol pride ta način, da imaš nekega predavatelja, učitelja, ki nekaj tam riše, piše, ostali vsi poslušajo, se pravi so pri tem zelo pasivni. In potem, pol se oblikuje ta industrija teh učbenikov, in tako, kot sem rekel, ta problem, oziroma ta moja rešitev ali pa nek poskus reševanja tega je čist v to smer, da ti nadomestiš učbenik. Da ti rečeš, mi danes s to tehnologijo imamo mnogo boljše pa učinkovite načine, da nekomu podajamo neko snov. Ker meni se zdi ta sistem, veš, da ti neke tam glave, ki so sred pubertete, posediš v neko učilnico in pričakuješ, da bojo zbrano poslušali o trigonometričnih enačbah, je utopično. Mislim, to se mi zdi čist sfaljena ideja. Dajmo to narediti, da to greš ti lahko individualno čez, v nekem svojem tempu, če ti ni jasno, pogledaš še enkrat. In potem v bistvu v šolo prideš bolj res z nekimi vprašanji, z nekimi problemi in profesor, učitelj je tam potem bolj ima neko mentorsko vlogo, res lahko se ti bolj posveti, definira, kje so tvoji problemi, pa mogoče malo fine-tuna to, ti reče, da si ti, ne vem, vidim, da tukaj nekaj ne razumeš dobro, poglej si to. Ja, sem še zmeri bi, recimo, če bo to prihodnost nekega izobraževanja, se meni zdi, da samo na drug način podajaš isto stvar. Kje jaz vidim problem mogoče v tem sistemu, ki je zdaj kaštanca ven ljudi, je to, kar si rekel, da so vsi tretirani isto. Se pravi, nimamo v glavi, da imajo ljudje različne talente, pa različne zanimanja, ampak vsi morajo nekako to isto snov osvojiti in potem iti naprej. Se pravi, neki standardi obstajajo. Tukaj je prvi problem, pa drugi problem je, da bo vedno bolj boš rabil kreativne posameznike. Se pravi, posamezniki, ki bodo videli eno stvar, pa na nek neobičajen način rešili problem. Bom ti dve stvari zdaj povedal. Najprej, vedno, ko začne teči debata o šolskem sistemu, bojo se na drugi strani najdel tisti, ki to dejansko izvajajo, in ti dali argument, ti nimaš temu pojma, nisi vsak dan. Ja, recimo. Sigurno moramo mi najprej povedati, da v Sloveniji, če se samo na Slovenijo osredotočiva, je izobraževalni proces, ta edukacijski proces je sigurno zelo kvaliteten, ker recimo PISA je ena raziskava OECD-ja, ki v bistvu testira dijake, ko so stari 15 let. V različnih državah. V različnih državah. Spravo OECD je to združenje ekonomsko, nekaj, mislim, da je 36 tako držav. In Slovenija je na tem seznamu, zdaj zadnja raziskava je bila 2015, zdaj bojo prišli rezultati z 2018, je bila, mislim, da
Tam oni testirajo reading comprehension, matematiko, pa nek science. Tako. Ne vem čisto točno, kakšni so te kriteriji, ampak je Slovenija posod, mislim, da 13. 14. Če gledaš globalno. To je fantastičen rezultat. Kar pa ne pomeni, da stvari ne morejo biti boljše. Še druga stvar, to je prva stvar, ki sem hotel reči. Druga stvar je pa točno to, kar si ti rekel o kreativnih posameznikih. Jaz mislim, da ljudje imamo načeloma dva moda, oziroma lahko smo v nekih dveh, lahko se obnašamo tako, da smo neki konsumerji. Na začetku, ko se ti rodiš, opazuješ okolico, vse se naučiš s posnemanjem na začetku. In takrat si nek konsumer informacij, ti si kot neka goba, ki črpa vse te impulze iz okolice. Potem pa ti ugotoviš, pri neki določeni starosti, da tudi ti lahko začneš na ta svet okrog sebe vplivati. Ne vem, vzameš neke igračke, pa vidiš, da jih lahko zložiš v nek stolp. Vzameš pisalo in vidiš, da lahko tudi neki ti kreiraš. Se pravi, to je pa neka druga vloga, ki jo imamo mi. Lahko postanemo neki kreatorji. Se pravi, neki lahko ti daš spet nazaj v to okolico. In če pogledaš recimo otroke tam stare, veš, takoj, ko malo teh motoričnih sposobnosti dobijo, to so blazno kreativni vsi po vrsti. Zdaj, eni so mogoče bolj kreativni, tako da so res malo bolj primer, pa mogoče neki rišejo, pa so bolj tako, statični, Eni pa postanejo recimo bolj kreativni s svojim telesom, hočejo skozi neke prevale delati, pa ne vem, to so pa tisti čisti, ki so ki s svojim telesom hočejo nekaj ustvarjati. In jaz mislim, da zdravo razmerje bi bilo, da bi ti v bistvu skozi imel nek moderate level konsumanja, se pravi sprejemanja informacij iz okolice, pa dajanje nazaj. Se pravi, da bi to razmerje človeka med konsumerjem pa kreatorjem, da bi bilo nekako 50-50. Pa ti priješ v šolo, 6-7 leti, postaneš pa zelo velik konsumer informacij. In recimo potem, ko rataš najstnik, sploh zdaj ta generacija, ki ima pa social media, računalnike, tehnologijo, tablice, telefone, so pa konsumerji, mislim, 100%, veš, tako zelo je vse narejeno na to, da mi konsumamo informacije, da jih sprejemamo, ker imamo tak dostop do informacij. Sam malo challenge, mogoče zdaj smo najmanj konsumerji, ker veš, prej si ti bil ubogljiv delavec. Ja. Danes sicer je mali procent ljudi, ki to dela, ampak ti ustvariš svoj YouTube channel, ti svojo spletno WordPress stran narediš, pač in jo publishaš. Včasih si rabil ti imeti dovoljenje nekoga, ki je na poziciji, da si objavil nekaj ven, da si sebe dal ven, da si bil kreativ. Mogoče je nekdo dati book deal, da si knjižno, da si lahko knjigo objavil. Danes jo pač publishaš na Kindle Store in to je to. Mogoče zdaj so najbolj pogoji in se najbolj vidi. Ja, ampak verjetno so vsi te, rečemo temu, kreatorji, nastanejo iz neke frustracije, ker mogoče tega nimajo dovolj. Zdaj, če se pogovarjava pač o tem šolskem sistemu. Nimajo dovolj tega v procesu, veš, in to pač delajo pol za to. Sam, če tako pogledaš, Web 2.0, se pravi, Web 1.1 je bil mogoče to, kar si rekel, da si consumer. Ti si samo consumer. Web 2.0 je pa dvosmerna. Se pravi, ti social media profil si narediš in ti danes recimo Instagram storije, vsak je creator. Vsak je kreator in objavlja nekaj. Sej, a veš, niso to neke full kompleksni contenti, pa full entertaining, ampak mogoče za tvoj circle friendov, Jaz bi mogoče zdaj rekel, zdaj smo najmanj konsumerji, ampak po drugi strani, če pa pogledaš, kaj si rekel, šolski sistem, pa si prej rekel, Slovenija je full top, Jaz sem bolj mislil, kot tako globalno gledaš šolski sistem. Brezposelnost mladih, izobraženih, je tako all-time high pa raste. Sprav ta šolski sistem pač ne deluje. Enostavno ne deluje. Veš, moramo se vprašati, zakaj sploh imamo šolo? Ker mislim, da smo malo pozabili. Veš. Deluje,
kje deluje? Ne? Deluje v proizvajanju brezposelnih ljudi. Problem, ki ga jaz vidim, in to sem hotel se navezati na ta kreatorski, pač da je premalo, kakšna je slovenska beseda za kreator? Sej kreator je, mislim, da je tujka, da se spreme. Ustvarjalec. Sej po mojem nama ne bo ratal tako ful slovensko. Ne. No, v glavnem, kaj sem hotel reči? Problem, oziroma tako imaš, če ti vprašaš zdaj recimo naše vrstnike, bojo oni 2 poklica omenili, za katerega pa moraš hoditi v šolo. To je doktor, medical staff, pa pravnik. Tako, za vse ostalo... Za kakšen je procent to šolo? To nima veze, majhen procent. Ampak za te 2 je tako, razen, se pravi, jaz bi mogel ful se šolati, razen, mislim, ne rabim se ful šolati, razen, če bi rad bil kirurg ali pa odvetnik. Vse ostalo je nekako prepuščeno. Tudi tisti, ki so, ne vem, hodili na neke strojne fakce, nekaj tazga inženirskega, rečejo... Ali pa če si profesor. Rečejo meni, ali pa če si profesor, rečejo itak pol, ko sem prišel delati, sem se skoraj vse mogel iz nule naučiti, oziroma od začetka. Takrat se je začel še. Tako da pol se moramo to vprašati. To je samo input zdaj neke energije, pa časa, ki ga mi v svojem življenju, recimo v prvih, rečemo 30 letih, vložimo v neko izobraževanje in kakšen je potem output tega. Vsi so zelo razočarani, da so mogli toliko let preživeti v tem procesu in od tega pa rečejo, ne vem, 10% mi je koristilo. Ali pa ne sem nekaj odnesel. In to jaz ponavadi zelo rad z neko analogijo povem, delu si izpit za avto. Tam veš, da ni tako, da je 90% stvari, ki se jih učiš, balast, pa pol pozabiš. Tam je skoraj vse pomembno. Se pravi, moraš narediti CPP, zato da razumeš teorijo, tako, in potem imaš vožnjo, da se naučiš to teorijo v praksi izvajati in oni ti potem na koncu dajo licenco, da si ti zdaj ready, da greš v promet. In recimo sistem avtošole je tak, kjer ti rečeš, ok, moj input energije pa časa bo zdaj 100% in jaz na koncu pričakujem 100% output, dobim licenco, znam in to je to. Tam ni nobenih, ne vem, zgodovina razvoja avtomobila ali pa da moraš ti zdaj poznati fiziko, kako se avto premika. Ne pravim? Lahko malo popravim to analogijo. Greš delati izpit za avto, ga narediš za odliko, potem pa 60 do 80% teh, ki so naredili, tako crashne takoj, ko gre v real life, brez inštruktorja. To je v bistvu ta analogija, ki jo jaz vidim za šolski sistem. Ne samo, da ti vložiš energijo, pa da pol to ne deluje, pa rečeš, shit, jaz sem full energije pa časa, ampak je v bistvu crucial leta, pubertete pa razvoja. Ti v bistvu, po mojem mnenju, uničuješ posameznike. Ker jaz sem imel, recimo, moj primer, jaz sem imel full slab v šoli, faksus nisem bil dober, nisem ga končal, ampak šele pol, ko sem prišel jaz v real life, takrat se me nekako odprl. A veš, ker sem videl, da imam neke stvari, ki mi jih je nekdo pripravljen za njih plačati. Ampak šolski sistem je te stvari, se pravi neko kreativnost ali pa tako razmišljanje nelinearno, je full teptal dol. Zavrnil. A pa sploh se ni o tem pogovarjal. Ti imaš kaj matematiko, naredi dobro oceno in to je to. Pa ene stvari, ki pa jaz zdaj vidim, kam gre svet, so pa full bolj pomembne kot to. A veš, ti imaš, zakaj ne smeš imeti učbenika zakaj ne smeš imeti računalnika pri vsakem testu? Pri vsakem testu bi mogel imeti računalnik. Value informacij, da se jih ti zapomniš, je nič z Googlom zdaj, Ti bi mogel imeti vse na voljo, in v bistvu se znajdeš, pa rešuješ probleme. No sej, pol je pa še en koncept, ker recimo avtošola pa CPP od tebe zahteva zelo visoko, a veš, ti ne moreš iti delati vožnje, ne moreš iti avto voziti, če bi ti recimo naredil z 51% CPP.
Vse, kar se pa tiče šolstva, Koliko pa je procentov? mislim, da je nekih 90 ali nekaj takega. Okay, V glavnem, CPP, tako, ti moraš poznati te stvari. Ne? Če pa ti to pogledaš pol v šoli, ne? Ti lahko recimo matematiko, ne? Lahko od kar se pač začne ocenjevanje, lahko do konca faksa, lahko ti narediš z 51% znanjem. In to je totalen disconnect od tega, kaj ti pa dobiš, kot si rekel, v real lifeu, v nekem resničnem življenju. Ne strinjam se. Predstavljaj si, da greš ti z neki zobte boli, ne, in greš z zobarju in on svoje delo upravi 51%. Ali pa greš k mehaniku, da ti zamenja, zdaj bojo spet letne gume, ne, in ti zamenja 50% koles. Ja, sem veš, kaj je razlika, ne? Da ti imaš predmete, kot so matematika, SND, karkoli, ne? In zdaj mi, pri vseh teh, tvoj argument zdaj, če ga prav razumem, mi moramo vse te stvari 90% znati. Tako. Kle se jaz ne strinjam, zato ker si dal primer mehanika, on se je odločil za mehanični poklic. Če pa jaz pridem v šolo, pa jaz recimo matematike zdaj ne uporabljam, ne? To je moje naslednje vprašanje bi bilo, a misliš, da bi vsak mogel matematiko znati? Ne. Okay? Jaz mislim, to je zdaj tako, veš, vprašanje, kaj ti rečeš, a bi mogel znati matematiko. Če me vprašaš, a bi mogel znati računati osnovne računske operacije 3x3, 5+5, absolutno. Neke osnove moraš ti dobiti. Okay, do 5. razreda osnovne šole, recimo. Absolutno. Ampak jaz bi tako rekel, ne, to smo se zadnjič z bratom pogovarjali, recimo osnovna šola, matematika. Če greš ti na gimnazijo, mora biti absolutno odlična ocena. Mislim, to mora biti tako 95%, ker potem se začne vse podirati. Ti nekaj dobro ne razumeš pri ulomkih, ti nekaj dobro ne razumeš pri funkcijah. Mislim, boš imel. Ti si še vedno v šolskem sistemu, ne? Ti govoriš o okvirih šolskega sistema. To jaz štekam. Ampak, kaj veš, če greva čez to, če greva pogledava širšo sliko, greš ven v svet. Tako. Pa ne znaš ulomkov, kaj? Pogledaš, pogooglaš, nekdo drugega ti reš, plačaš nekoga, da ti reš ta problem. Še vedno morava vedeti, da recimo osnovnošolsko izobraževanje je narejeno za to, da ti prideš do recimo 15 let starosti in se potem odločiš, ker osnovnošolsko izobraževanje je obvezno. To je pač nekaj, kar država ti predpiše. Ne? To zdaj boš zelo težko dal argument, da rečeš, ne rabimo imeti osnovne šole. Ne, rabimo čist nekaj drugega. To je moj argument. Okay. Jaz še vedno pravim, da osnovno šolo rabiš in potem se nekako odločiš, kaj boš naredil naprej. Oziroma tukaj še vedno je zelo velik pritisk staršev. Tako, nekako tudi takrat mogoče čisto dobro ne veš, zaradi tega, v kakšnem sistemu si bil že od začetka. In recimo prav gimnazijsko izobraževanje. Gimnazija je priprava za univerzitetni študij, nič drugega. Zato bi se mogli ful bolj spodbujati že prav neko, veš, poklicno. Kaj tebe zanima? A imaš večje zanimanje, da nekaj s svojimi rokami počneš, ali imaš večje zanimanje, da skozi nekaj sediš pa v svojo glavo? Vsake se v 8. razredu začne to vprašanje. Ne? Ja, ti moraš v bistvu... A veš, da ti bom en primer, ki ga ta Seth Godin ga ful dobro razloži. Ne? Ti imaš enega otroka in ti njega hočeš navdušiti za fuzbal. Recimo naš fuzbal, evropski. Ne? In zdaj, kako to v šolskem sistemu poteka? Ko bo smešno, kad ko pomisliš. Tvoj cilj je njega navdušiti. Ne? Za karkoli. Ok, gremo probati, če te zanima nogomet. Klej imaš textbook, klej imaš učbenik, zdaj se prvo nauči zgodovino fuzbala, kdo je to izumil, zapomni si letenco, iz kakšnega materiala je bila žoga, kjer vse kulture so to igrali. Ja, najprej se naučiš vsa pravila, potem daš test pravil. Ampak vidiš, koliko je to noro. To je crazy. To noben ne bi. Kakor pa, dej probi mali igrati, s frendi mali igramo, to je fuzbal, pa gledaš eno tekmo zdaj, ko obstaja. Mislim, zdaj malo tako brainstormam, ampak tako, to je primer šolskega sistema, ki ga jaz bi rad v celoti gledal. Ne tako, kaj priprava za srednjo šolo, kaj priprava za študij, ker po mojem mnenju je to vse broken od začetka. Ne? In ne bo več delal, že ful časa ne dela tega, kar mi nočemo, zato ker se noben ne vpraša, zakaj gremo v šolo? Ja, zakaj? Res zakaj? Veš, kaj ti bom zdaj pa protiargument temu. Nekaj je, da ti človeka navdušiš,
za neko stvar, nekaj je pa potem, da ti usvojiš neko znanje. Ampak predispozicija? Čakaj, ja, je sigurno, da imaš večjo motivacijo. Da sploh imaš. Ampak recimo naučiti se pisati. Zdaj se lahko vprašava filozofsko, a je še potrebno, da pišeš, kaj imam tipkovnico, ne? Tako, lahko se vpraša, ampak recimo, da je cool, da znaš pisati. Cool ja, veš, to so vse te neki... Ja, meni se zdi, da je cool, da znaš pisati, ker verjetno pa lažje tudi bereš, recimo. Okay, ne? Ja. In, a veš, otrok mora vložiti nek napor v to. Ne? Otroci bi se pa večinoma radi samo igrali, bi rabili sam pač fuzbal tam malo brcal žogo, ne? Če pa ti hočeš njim povedati, lej, 2 gola sta, pa morate se držati teh okvirjev, da je out, pa to, a veš, pa moraš jim že malo razložiti, ker... Nisem učitelj, tako, zdaj brainstormam, nisem učitelj, pa nimam pojma o tem, ampak tako, čez game, kako bi to rekel? Bi rekel, gremo si zalimati usta vsi, a ne? Ok, mogoče to malo tako za otroke, ne? Ampak tako, ne moramo se sporozumevati z govorjenjem. Dej, gremo se mi, a veš, gremo se naučiti, pa nekdo dobi točke, pa se tako malo komuniciramo čez igro. Pa se to se dogaja. Sej na začetku te prvi razredi, a veš, so narejeni tako, da je velik tega, ne? Da je pač neke igre, ampak vsem treba razumeti, da se verjetno tudi sam veš pri sebi, ko se ti uči, recimo pride nek nov program za dizajn, ne? Ok, ti imaš zdaj motivacijo, ker si nekje slišal, da ful hitreje dizajniraš lahko temu programu. Ne? Ampak še vedno moraš iti čez tisti svoj napor, ti moraš vložiti energijo pa čas v to, da ti spoznaš, ne vem, nove funkcije, da vidiš, kje moraš kaj klikati, da znaš, ne vem, pravilno eksportati te zadeve in moraš vložiti nek napor, ki ti je, ja, ampak... To isti je analogy, ki si ga imel z mehanikom. A veš, ful je lažji. Kaj da bi ti jaz zdaj to nauč se, kaj ni recimo neko tvoje področje, kaj čist nek software, da bi podobno kamen. Recimo ti si meni dal design tool, se nauč, jaz bi pa tebi dal mogoče tudi design tool, evo to ni tvoje. Veš, koliko je harder se to naučiti, kolikor primer, ki si mi ga ti dal, ki me že to zanima, ne? In jaz bi tako, a veš, ti imaš zdaj mlade, ki so cele dneve na kompih, cele dneve so na telefonih, igrajo Fortnite, a veš, in to družba tako ful tako zaničuje. To je disaster. Ti, če boš igrice igral, moraš se učiti matematike. Ne, njega to zanima. Kaj če bo on Stitch prežge, Stitch, se vidi, da sem star malo že, prežge Twitch in se malo streama, naučiš se angleško, naučiš se socializacije z ljudmi iz Indije, iz Kitajske. A so to čist brezvezni skili? Jaz mislim, da so ful pomembni. Ne, niso, sam, a veš, ti, naša družba še vedno ne deluje tako, da bi lahko vsak počel tisto, ali pa malo drugače bom rekel. Ti sigurno ne veš za vse poklice, ki obstajajo v svetu, da naš svet deluje tako, kot deluje. Ti imaš nekje, ne vem, imaš nuklearko, imaš nekje, ne vem, parlament, imaš nekje banko, imaš nekje bolnico. Se pravi, mi ljudje, smo se nekako dogovorili, da se bo vsak za nekaj specializiral, da bomo dvignili kvaliteto svojega življenja. In to pomeni, da smo naredili neko hierarhijo, kaj mi bolj cenimo v družbi, da nekdo dela. Se pravi, smetarja, smetarja mi sigurno ne nagradimo isto, kot nagradimo enega kirurga. Tudi, da nekoga spustimo, da postane, ne vem, vodja raziskav na jedrskem področju, ali pa, ne vem, da začne v farmacevtski industriji delati v laboratoriju, sigurno ne more priti z nekim istim procesom kot nekdo, ki je pa, ne vem, nekaj drugega počel. In ti zdaj, a veš, gledaš recimo tako res zelo
kreativno na vse outcome. Passion, da Tako. vsak dela to, kar mu je ful všeč. Tako. Okay. In nekako moraš, pa ponuditi oziroma zasnovati en sistem, kjer se bojo pokrile vse potrebe, ki jih ima naša družba, da bojo ljudje upravljali te stvari. Se zdaj, midva lahko zdaj to ful hitro zaključiva, pa rečeva, sej AI bo vse enkrat delal, pa bomo mi pač uživali bomo uživali v ne vem, temu, da nam roboti služijo, ampak, lej, jaz vsem mislim, da do tam je še dolga pot, in sigurno boš pač rabu usmerjati ljudi tja, kjer je potreba. Če pa ti pogledaš samo nemško gospodarstvo, oni imajo blazne težave, ker nimajo dovolj inženirjev. Oni imajo, mislim, da zdaj so napovedi, da bojo oni v naslednjih 20 do 30 letih, da bojo rabili 5 milijonov inženirjev za vse, potrebe. In če ti rečeš, mi bomo zdaj zelo tako, prosto naredili to, da vsak recimo najde, kar si želi, bomo v bistvu videli, da cenimo ali pa da plačujemo, ali pa ne plačujemo, da spodbujamo ljudi v neke, ali pa da jih zanimajo neke stvari, kjer se na koncu ne bojo mogli preživljati. Ker na koncu vedno priješ do tega, a se jaz pol s tem znanjem, ki ga imam, a se lahko preživljam v ekonomskem sistemu. Včasih nekdo, ki so ga zanimale zvezde, pa ki je hotel razumeti, zakaj se te zvezde po nebu premikajo, je mogel prvič imeti veliko časa za to, pa nekdo ga je mogel financirati, ker drugače človek mogel delati na polju, zato da si je pridelal hrano. In danes je situacija zelo podobna. Ti, če hočeš odkrivati neke nove stvari, če hočeš reči, ok, bomo družba inovacij, so ta low hanging fruits, so v bistvu že pobrana, se pravi nizko rastoča jabolka pomeni, ne vem, ni več easy načinov, da se odkrije tako, se pravi zdaj recimo zdaj harder, tako. Zdaj, če hočeva midva reči, ne vem, da narediva samo da gremo na Mars, ali pa da teže na Luno, tako, ali pa da naredimo, ne vem, sistem samovozečih vozil, a veš, to ni easy problem. In jaz težko vidim prihodnost, kjer šolski sistem ni tako narejen, da vsem od tebe zahteva pač neke napore, spremenil bi pa to, da ni v ospredju faktografsko znanje. To pomeni, da se ti učiš podatke. Ker faktografsko znanje imaš ti danes v žepu. Ti lahko vse vprašaš, napišeš Wikipedija, fajn, veš, odličen source. Skratka, imaš internet, kjer imaš dostop do podatkov. Zdaj, drugo je, a ti znaš iz tega masovnega informacijskega sistema izluščati ta prave stvari. Velikrat je tudi tako, da je pravo znanje je zaklenjeno, je nedostopno, ne vem, baze raziskav in to so vse pod nekimi paywalli, tako da že to je pač debata zase. Ja, ti recimo, to je najbolj smešen oziroma žalostno. Ta abstract imaš odprt. Abstract imaš odprt. Ti lahko vidiš, to je raziskava, to so ugotovili, mogoče pol pejt, ampak jaz se zdaj ne spomnim, da do česa ne bi mogel, ko bi hotel, recimo na Google. Mogoče. Odvisen je, koliko daleč si ti kot raziskovalec. Ti si zdaj kot nek laik, tako malo pogledaš, malo pogooglaš, ampak nekdo pa, ki nekaj raziskuje res on the edge of science, ima pa s tem problem. Tvoj argument je bil, da ti boš rabo delati neprijetne stvari ali pa stvari, ki te ne zanimajo, zato ker bomo rabili poklice, v katerih folk ne živa. Če pogledaš čisto inženirski poklic ali pa recimo, če vzameva Mars, če hočeš ti, recimo ti rečeš, ok, jaz sem blazno motiviran, ne vem, čutim nek notranji klic, da človeštvo, veš, pomagam in probam nekako sodelovati v tej veliki zgodbi.
takoj vemo, kakšna podjetja se zdaj za tem ženejo, takoj vemo, kakšne kadre ta podjetja zaposlujejo, takoj vemo, kakšna dela opravljajo te kadri v teh podjetjih. In vemo, kaj moraš ti znati, če hočeš postati ta kader. Seveda, ponavadi to ne ugotoviš pri 15 letih, da bi ti to takoj vedel, ker te takrat recimo zanima preveč stvari, ampak enkrat, ko to ugotoviš, pa ti moraš iti čez to nelagodje nekega procesa učenja. Ker načeloma učenje je nek proces, kjer moraš ti, kot sem rekel, vložiti energijo pa čas. In zelo malo je manj je takih stvari, kjer boš ti rekel, da se bo to dogajalo čist spontano, s tem samo, da si ti za to motiviran. A veš, že pri fuzbalu, male otroke vse veseli tekati za žogo, ampak vedno bolj, ko se ti premikaš proti profesionalizmu, vedno bolj ugotoviš, a veš, koliko je to hard, koliko je konkurence na tem področju in moraš vložiti blazno veliko nelagodja mora biti. To jaz ne pravim, da easy naredimo. In isto se ti bo zgodilo, če boš ti rekel, ok, vsi danes igrajo Fortnite, vsi hočejo biti Twitch streamerji, samo če bo teh malih 100,000, bojo hitro ugotovili, da samo 2 na vrhu s tem lahko slušta. No, malo več, ampak kaj imaš tečišče, po mojem mnenju, kapitalističnega sistema, ki nagrajuje stvari, ki jih society, družba rapa. Se pravi, ti si rekel, mi bomo še vedno rabili smetarje, pa to ne. Se pravi, noben ne bo bil smetar. Potreba bo na trgu zrasla in smetar bo plačan 10,000. In polka naenkrat boš lahko zafilil, ker ljudje smo tudi motivirani z denarjem, in ne smemo tega pozabiti, da družba bo svoje potrebe skomunicirala preko plačila. Kaj bo ta balans, po moje? A veš, ker zdaj šolski sistem, mislim, da po naravi vzame človeka, pa ga pogleda, pa reče, ti si po naravi len. In zato, ker si len, ti bomo dali stvari, ki jih moraš znati. No, zdaj pa se vprašajo, in bo hard in te bomo preverjali. Ampak jaz mislim, da je po naravi je človek ni len. Zakaj pa misliš to? Zato, ker mi smo naši predniki, mi smo potomci ljudi, ki niso bili leni. Zdaj so neki evolucijski vzgibi za to, ampak veš, mi gledamo zvezde, mi gledamo tam drevo, veš, mi hočemo. Sam to je ful v nasprotju z tem, kar mi vemo o človeku. Ne, zakaj? Ljudje smo zelo leni. Zaradi sistema. Ma ne bi rekel, da zaradi sistema. Jaz mislim, da če najdeš to iskrico v vsakem človeku, nekaj, kar njega zanima, pa da on prostovoljno dela, pa da je to nagrajen, pa pade v to spiralo satisfactiona, pa trdega dela, jaz mislim, da vsak posameznik lahko. Mi nismo special. To jaz mislim. Mi smo samo srečo imeli. Mi smo imeli srečo, midva, ker mogoče smo malo po osebnosti podobna, je, da je te stvari, da smo videli. A bi ti zase rekel, da si len? Ne. Jaz pa zase bi rekel, da sem. Da si len? Ja. To ne kaže to, kar delaš. Vem, samo mogoče sem ful motiviran, da neke stvari dosežem, A ti misliš, koliko je teh inštrukcij na tvojim? Ja, video je 2600. 2600 video. To je kaj, 1 leto dela? Ja, leto pa. Se pravi, ti si imel neke zunanje motivatorje, si rekel. To je po moje laž, ker ti si mogel imeti interno noter. Takrat sem imel zelo interno. To je bila ena izmed redkih stvari v življenju, ko sem jaz lahko rečem, da je bil čisti nek notranji vzgib, neka notranja motivacija. Ampak, če sem čisto iskren, pa mislim, da s tem se lahko strinja večina ljudi danes, ki dela, imam pa zelo veliko nekih zunanjih. Ja, ampak je kombinacija. Da ti bom primer. Kaj če ti starši rečejo, Andrej, 1 leto, zdajle naredi 2500 videov za matematiko, nujno moraš to narediti, če ne te bomo fuknali iz stanovanja, plus šolski sistem in profesori ti to dela. To moraš ti zdaj narediti. Kakšna je kaj drugačna motivacija? Ti bi mogoče to isto bi naredil, ampak ful težje bi bilo. Ali pa še dodam na to, še težje, nared videe o poljedelstvu. To, da imaš ti danes neke dobrine, se vse začne z ekstrahiranjem oziroma
mi moramo nekako povleči naravne resurse iz zemlje. In to se zgodi pač z nekim naporom. In zdaj, se bomo midva pregovarjali, a je to notranja motivacija, to so neki zunanji dejavniki, pač neki te motivira, da greš to delati. A veš, tudi, ko so ljudje prvič ugotovili, ne vem, Kaj, da posekaš drevo, a te prav razumem? Ja, Okay. da iz narave, Ja? da ti iz narave, a veš, vse, kar je narejeno, vsega, kar se ti lahko fizično danes dotakneš, je mogel iti čez nek, recimo, industrijski proces. In industrijski proces se na začetku začne z ekstrakcijo naravnih virov iz okolja. Ja. Ne? No, in potem mora obstajati, a veš, to je zelo kompleksno, kako smo si mi danes zastavili našo družbo in da ta ekonomski sistem deluje. Ne? Ampak vse se začne na začetku s tem, da naravne vire pridobiš. Ne? Ne vem, Recimo, če se začne se z idejo. Ne? A veš, začne se pri človeku. Okay, ampak ne, danes je industrijski procesi, pa to, da ti produkcijski procesi so tako kompleksni, da ti ne moreš zdaj reči, ti kot Klemen si zamisliš, ne vem, zamisliš si nek produkt, a ne, in rečeš, jaz lahko to vse naredim sam od začetka. Ne moreš, nimaš. Se pravi, to je full en dober TED Talk, bom ti pol na koncu poslal. A veš, poznaš un video, ki je en YouTuber je rekel, zdaj pa jaz sendvič, piščančji sendvič, bom iz nule sam naredil. No, zelo, to sem hotel reči, zelo podoben. Samo da povem, za nekaj ne vejo. Ne? In njemu je to vzelo, mislim, da 3 mesece. Se pravi, kaj to pomeni? Ti moraš svojo pšenico narediti, da lahko narediš moko, da lahko narediš kruh, ser, moraš kravo si kupiti. Ti rabiš orodje, da pšenico pobereš. Je rekel, nič ne smem kupiti. Ne? On je je šel na avion in je šel do morja in je vzel in je naredil Ampak čakaj, tukaj je naredil napako. Tukaj je naredil napako, ker on je šel na avion, se pravi, že uporabil neko tehnologijo, ki je narejena. Isto, ta TED-Talk, ki sem omenil, pa govori o računalniški miški. Danes na svetu ni človeka, ki zna računalniško miško narediti tako, da gre sred gozda in reče, zdaj začnem proces delanja miške. Ne, Andrej, svinčnik ne more en sam narediti. Ja, nič ne moreš narediti. Ta svinčnik, da rečeš istega narediti, je nemogoče. To je point. Ja. Se pravi, danes ti nič ne moreš. Vse je prepleten. Ne? Mi smo interconnected, ne? Da je to, a veš, da ti rečeš, da lahko eni ljudje pridejo. Hotel sem reči to, ne, da še vedno moramo razumeti kompleksnost tega, da mi ljudi spravimo do tega, da oni nekaj počnejo v življenju za denar. Se pravi, so oni en majhen del v velikem sistemu. Ne? Tako. Ja. Ne? In ti moraš zdaj nekomu reči, ti greš lahko delati na naftno ploščad, za 6 mesecev boš odstranjen od vse svoje družine, tam na morju boš, vsak dan boš vohal pač tiste kemikalije tam in skrbel boš za to, da se iz zemlje ekstrahira pač crude oil, a veš, ker ni še nič, to je še vse treba predelati. Tam boš tvegel svoje življenje, ampak za vse to, da bomo mi blazno dobro nagradili. Ne? In jaz se bojim, da če bi mi šolski sistem zdaj tako zelo radikalno spremenili, bi ti kar naenkrat ostal brez suplaja ljudi, ki pa morajo upravljati neke poklice, da ta družba deluje tako, kot zdaj deluje. Okay. Kaj pa alternativa, v katero jaz mislim, da gremo? A je bolj scary kot to, kar si zdaj opisal, ali ne? Mi zdaj izobražujemo posameznike, ki bojo delali čez 20 let. Kaj si rekel AI? Ne? Sej AI ne bo istočasno vse industrije spremenil, pa ne bomo rabili več delavcev, ne bomo rabili več smetarjev, ne bomo več rabili to. Ampak v roku 20 let se bojo take radikalne spremembe na trgu naredile, da boš ti imel ogromno enih ljudi, ki bojo izobraženi, v tem našem smislu, ampak ne boš jih mogel vtakniti v ta sistem. Zato, ker ne bojo toliko učinkoviti, kot je robot v tovarni. Ne? In
to se meni zdi večji problem, kot če bi to. Zato jaz mislim, da moramo začeti razmišljati, za kakšen svet mi, pa na kakšen način mi ljudi danes izobražujemo. Ja. Meni je to scary, ne? Ker veš, to je tisti fallacy, ki imamo ljudje v glavi. Če se jutri nekaj zgodi, boš ti ful se pripravljal na to, pa orkan, ne? Ker so pa te stvari, globalno segrevanje ali pa taki problemi, malo daljeni, pa kar nekako pod preprogo pometemo. Samo meni se zdi, da so to že zametki. Jaz sem naredil en projekt za CV-je in jaz sem ogromno komuniciral s temi ljudmi, ki jim ne gre na trgu dela najti svojega mesta. Ja. In meni je tako groza. Mislim, jaz pa prav tako noč ne more, kakšen svet bo, če ne bomo nekega tega univerzalnega temeljnega dohodka ali pa neke spremembe bomo mogli narediti, pa začeti drugače izobraževati. Ja. Tudi meni se zdi to ful bolj scary. Ja, ta primer, ki si ti povedal. Ja, to je, zdaj se nekako vsi strinjajo, ne, da če bojo res poklici, ki so trenutno, za katere mi trenutno mislimo, da se bojo lahko ljudje zaposlovali, da bojo zginili, je zdaj mislim, da prvič ena točka v zgodovini, ko pa ne bo nastalo toliko novih ostalih poklicov. Veš, vedno je bilo tako, ne, z tehnološkim napredkom, ne vem, namesto da zdaj raznašaš pisma, ne vem, gre to porek e-maila, ampak vseeno imaš pa zdaj, ne vem, lahko pa poštar pakete nosi okrog nekaj zaradi e-commerce. V glavnem, zdaj je taka točka v času, ko pa verjetno teh poklicov ne bo toliko novih, ne? Oziroma spet, bojo to toliko kompleksni, veš, taka kompleksna znanja se bojo od ljudi zahtevala, ki jih pa po moje bomo pa rabili mnogo bolj učinkovit spet šolski sistem, ne? Ker spet gre tukaj potem za input energije pa časa in če boš ti rekel, mi na koncu hočemo dobiti nekega blazno hudega inženirja, ga ne boš smel 80% časa obmetavati z snovmi, ki njemu ne bojo koristile nič, oziroma jih bo pozabil. Ja. Jaz mislim, da efficiency je... To je zelo zanimivo. Ti boš imel ogromno ljudi, ki recimo politični sistem v Ameriki, na eni strani si imel Hillary Clinton, na drugi strani si imel Trumpa, pa imaš pa dva pola v Ameriki. Mislim, ne, imaš dva v bistvu. Eno je West Coast, eno je East Coast, pa imaš pa ta srednji del. Ja. Pa imaš recimo te tovornjakarje, ki za svoj life v bistvu transportna industrija je ogromna. Ljudje si sploh ne... Mi moramo v Ameriki je največ ljudi zaposlenih. Tako je. 3 vlaki, kamioni, ampak kamioni. Ja. In zdaj, veš, Hillary Clinton, njen program je bil, pravilno je identificirala problem. Svet se spreminja, ene službe grejo stran, ene službe grejo v Meksiko, ene službe grejo v Azijo, ene službe bojo pa robotizacija zamenjala. Pravilno je identificirala problem. Ampak njen solution je bil, mi moramo reizobraziti folk. Ja. In to je smešno, če ti pomisliš, da imaš ti... Delavka mora iti v C++ programirati. Ja, to je ne bo šlo, se to vsi vemo. Na drugi strani imaš pa Trump, ki je pa pač en solution, ki je totalno nerealen, vsaj v tem ekonomskem sistemu. In to bo po moje, kapitalizem je 150 let deloval odlično. Odlično, po mojem mnenju. Ima sicer neke pomanjkljivosti, ampak veš, to blaginjo, katero mi živimo, v materialnem smislu, pustimo pač duhovnem, ampak materialnem je tako nikoli v zgodovini. To so 10,000 kratno na 10 let se spremeni. In to bo največji challenge tega sistema, po moje. Ker vprašanje, če bo ta sistem lahko to rešil, da imaš veliko ljudi, jih sistem enostavno ne rabi, in potem se bo zaciklal. Nekdo je lastnik tovarne in v njegovi tovarni ni zaposlenega, recimo dela iPhone, in ti na trgu ne boš več imel ljudi, da kupijo iPhone. Recimo maso ne boš imel. Tako. Potem se bo podarilo vse. Tako da... To je takrat Henry Ford že ugotovil. On je rekel, jaz moram svoje ljudi v bistvu dobro plačati, ker te isti delavci nekako bojo na koncu kupovali izdelke, ki jih delajo. On pa mal vzame od tega. Tako. Ja, to je, tako ne bi deloval sistem. Sam zdaj, ko pa roboti pridejo, on ni dal v enačbo, da ti sploh ne rabiš delavcev. Ker dejansko ne boš rabil. Mislim, jaz tega Ray Kurzweila, on je ta futurist na Google, stvari, ki jih on predvideva, on je tako, čez 20 let, a veš,
to so, v bistvu mi bomo v 21. stoletju, kaj sem si nekaj zapisal, v 21. stoletju ne bomo mi imeli 100 let razvoja, ampak bomo imeli 10.000 let razvoja. Zato, ker je ta eksponentna rast. Ja. In tega se ljudje sploh ne zavedamo, da bo čez 10 let, ne bo 10 let razvoja v tem današnjem smislu, ampak bo 30 let. Ne? In pol v naslednjih. Ne? In te problemi jih bo zanimivo videti. No? Ja, jaz tukaj nimam enega dobrega odgovora, oziroma jaz enostavno pravim tako, ne, da res moraš razmisliti, kako boš vzgajal naslednjo generacijo. Ne? In to je zdaj en eksperiment, ki ga jaz delam. Ne? Jaz te moje vrstnike, ki so recimo zdaj so dobili prve otroke, ne? Recimo imajo otroke star 1, 2, 3 leta. Ne? In jih tako malih provociram, ne? In vprašam, mislim tako, a se kaj bojiš ali pa kaj razmišljaš, kaj boš šli tvoji ta mali v šolo, ne? Pa če se spomniš, v kakšno šolo smo mi hodili, ne? In ja, vsi so, glede tega so zelo zaskrbljeni. Ne? Vsi si želijo, vsak starš si želi najboljše za svojega otroka, ne? Ampak mislim, da bili zdaj ta prva generacija, ki je res doživela v času šolanja, smo mi doživeli ful velik napredek tehnološki. Ne? Recimo jaz se spomnim, ne, sem ekonomijo študiral, pa recimo zdaj recimo delam v marketingu, ne? Mi takrat, social network, to še ni obstajal, veš, ni bilo sploh, da je to nekaj, kar je možno. In jaz sem potem končal šolanje in sem se znajdel v bistvu veš, sem mogel se spet sam nekaj naučiti. Večina je social media. In jaz sem pa v bistvu spet bil tisti posameznik, ki je rekel, ne, pismo sem zdaj hodil v šolo toliko časa, ne, zdaj se pa spet vse na novo sam učim. Ne. No, sej, tvoj primer, imaš posameznika, ki ga ne to zanima in se zgodi sprememba. Ja, tako. In kaj on bo zdaj sam, brez testa, brez učiteljev, ne, to ne bo šlo. Ne. To se strinjam, da je disaster. Ne. Tako da ja, moramo nas posvečati neko pozornost, ne, in starši sigurno morajo biti zelo kritični do tega sistema. Ne vem, zahtevati, poglej, kaj bo imel od tega, da on zdaj tukaj posluša 3 leta, ne vem, predmet, ne? Da ne bom zdaj nekaj posebej izpostavil. Pa tudi po moje, da se da ljudem, ne, jaz vedno, ko nekdo recimo išče job ali pa je dva različna pristopa sta, ne, pri ljudeh. In večina, 99% ljudi je tako, ne, prideš v službo, daj mi povej, kaj moram delati, sprav, daj mi nekaj alineje in jaz bom to naredil. Ne? To je en bucket ljudi in to je 99% ljudi zaradi šolskega sistema, ker tam je tako. Dej mi, kaj se moram naučiti. A bo to na testu, a veš to vprašanje? A bo to na testu? In to točno to ponazarja. Imaš pa drug bucket ljudi, ki so pa, jaz ti bom povedal, kaj bom jaz delal. Ti pa povej, če se strinjaš. Ne? In šefi, danes, ki je vedno bolj kompleksen svet, ne morajo vsega vedeti. Ne? In ti rabiš posameznike, da so na tvojemu timu, ne da je on tvoj podložnik ali pa da je on tvoj delavc, ker ti ne veš, kaj on mora delati, ti ne veš, kaj rabiš. In če pride nekdo pa reče, jaz sem analiziral, v tvojem primeru, jaz sem analiziral vaš marketing, jaz mislim, da tukaj obstajajo možnosti za izboljšavo, klej sem naredil plan, to bi toliko stal, to lahko jaz izvedem, pa mogoče še 2 bi mogel zaposliti s temi znanji, mi date poizkusno obdobje 2 mesecev, da jaz provam to, pa KPI-je bomo postavili. Kakšen je to pristop? Mislim, kdo bo bolj plačan, kdo bo v job, čist drugačna mentaliteta. In mislim, da šolski sistem ljudi uči za to prvo, da čakajo na navodila. In to bi se moglo obrniti. Kaj si ti misliš? Kaj bi ti naredil drugače? Challenge. Glej svoj svet okoli sebe, pa veš, kako bi lahko ti izboljšal. Sprašuj neumna vprašanja. In šolski sistem kontratira. Tako da, veš, kaj me je zanimalo? Ker sva se malo dotaknila tega UTD-ja, kaj je tvoj mnenje glede tega univerzalni temeljni dohodek? Sprav to pomeni, da bi vsak državljan, vsak posameznik na svetu mogoče, če bi bila to globalna politika, da dobi nek fiksen znesek na mesec, zato da lahko preživi. Oziroma preživi, pa mogoče še malo več, kot sam preživi. Mislim tako, ideja sama po sebi je dobra, ne? Lik zaradi tega, ker potem bi posamezniki, ki mogoče zdaj trenutno imajo imajo motivacijo delati nekaj, kar v trenutnem sistemu ne dobijo za to monetarnega vračila,
bi potem mogoče lažje izvajali take aktivnosti. Se pravi, z tega stališča se mi zdi ta ideja dobra, ampak se mi zdi totalno nerealna, neizvedljiva. Zakaj? Koliko časa imamo za to? Da poveš, ali koliko časa imamo? Ne, tako, ker se mi zdi to ful kompleksna tema. No. Sploh, veš, misliš, da ne bi bilo dovolj denarja za to? Oziroma, če nam kje dobiti? Mislim, to se moramo vprašati zdaj. Veš, kaj pomeni zdaj UTD na ravni ene države, na ravni, ne vem, kontinenta, kje je UTD, kako, ne? Kje so sredstva? Ja, mislim, da če ti sam pogledaš primer Slovenije, ne? Se ta ideja je tudi v Sloveniji mislim, pridobiva podpornike, ne? Ampak Slovenija je upeta v neko svetovno gospodarstvo, ne? In mi nismo kot država samo vzdržni, da bi ti zdaj rekel, mi zapremo zdaj meje in tukaj kot Slovenci. Ne, Slovenija tega ne bo mogla narediti. No, ampak kdo pa bo to lahko naredil? Mogoče Amerika, ne vem. Ja, ampak kaj, Američani imajo toliko naravnih dobrin, da lahko vse. Veš, moraš razumeti, da svetovna ekonomija je danes zelo temelji na izmenjavi. Amerika ima zelo malo produkcijskih sistemov, pa produkcijskih, kako bi temu rekel, zmožnosti. Ja. Vsa tehnologija, ki jo ti kupiš v Ameriki, vsi iPhoni, vsi računalniki, vse televizije, to vse naredi na Kitajskem. Ampak to se spreminja. In spreminja se glih zaradi robotizacije. Ne? Tesla je recimo vse ima v Kaliforniji. Ne? Ja. In to je, ko so Elona Muska vprašali, zakaj je to? To je nek PR fora, tudi marketinško, made in America. Pa on rekel, ne, jaz imam zraven proizvodno inženirjev, mi lahko delamo zelo hitre spremembe, to je ena prednost. Druga prednost je pa, da dejansko ni več dražje, kakor Kitajska plus transport. Okay. Zato, ker ti imaš tako močno robotizacijo tega, da pa Kitajci niso več, plače niso več nizke. Oni se tudi dvigujejo. Ja. Tako da vse gre nazaj, po moje, tam, kjer se bo konzumirala. Tako da jaz to vidim nekako, kako jaz to vidim. Ne vidim v bistvu alternative. Če boš imel ti Apple in vse bo naredil v Ameriki in noben ne bo zaposlen v tovarni, ti boš mogel Apple ful obdavčati. Zato, ker on ne bo plačeval dela več. Ne? Sam kako, daj razloži mi, Paul, kako boš pa prišel do tega, da bojo lahko ljudje z UTD-jem si to kupovali? Kaj boš vsem dal, ker si kupil iPhone? Veš, ker krog mora biti sklenjen. Ja, to se bo, cena iPhona se bo določila na trgu, ne? Zdaj ne vem, kakšna bo situacija na trgu. Ne, to pa je napačna predpostavka. Zakaj? Če imaš ti UTD, se cena ne bo določila na trgu. Bo. Ne bo se. Ti imaš še vedno sredstva, ki jih imajo ljudje in oni se odločijo, kam bojo dali ta denar. In cena se bo vzpostavila. Vem, samo UTD ne bo mogel biti nikoli tako dober, da boš lahko ti take dobrine si kupoval. UTD je narejen za to, da imaš ti shelter, food, pa ne vem, safety. Recimo. Ja, sej, ljudje bojo zraven še delali, tako da bojo kupovali iPhone. Ja, vprašanje, UTD ni, da nobene dela več. Ne? Vem, ampak tukaj tudi mislim, da to je nek... Ne vem, koliko ljudi bi opravljali dela za minimalno plačo, ne, če bi imeli UTD. Ti imaš veliko ljudi, ki dela, recimo, imaš, to so te stvari, ne, ki je povprečna plača, ki je medijana, in ti imaš zelo veliko ljudi, ki bi danes takoj ti rekel, če ti daš meni univerzalni temeljni dohodek, jaz nikoli več ne grem delati tega, kar zdaj delam. Seveda, pol bi verjeten imel čas, da začnejo nekaj drugega delati. Manj folka bi to delal, cene plače bi šle za to delo gor in spet bi nekdo zafilal. Za kjero gor? Recimo, imaš primer smetarjev. Damo mi univerzalni temeljni dohodek in po tvojem mnenju, recimo, da se zgodi, da vsi smetarji dajo odpoved, zato ker ne bojo tega delali. Ne? Mi rabimo smetarje. Čeprav jaz mislim, da jih ne bomo rabili, ker bo vse avtomatizirano. Ampak recimo neko delo, ki ga noben ne mara delati. Mi bomo to potrebovali kot družba in plača, ki bo skomunicirana, bo ful visoka in s tem boš ti zapolnil spet nekoga. Ne? In veš, vse bo nekako se zbalansiral po svojem. Jaz mislim, da to ful preveč gledaš tako posplošeno. Mogoče. Ful preveč se omejiš tako na en poklic, veš, in rečeš, pa bojo plače, bo pa kar 10 ur za smetarje. Ne vem, jaz mislim, da to je ful bolj kompleks issue. Sveda je. Ampak če si me vprašal v UTD-ju,
Jaz mislim, da v obstoječem sistemu to nikakor ne bi delovalo. Lahko deluje samo, če je stopnja tehnološke razvitosti tako visoka, ja, da ti imaš res pol tako, ne, da ti tam vse nekaj avtomatsko pride iskati smeti, da ti vse dostavi iz trgovine avtomat. Da ne rabiš v bistvu nobenih teh poklicev, ki so zelo taki, da sam nekaj predstavljaš. Tega ne bo več čez par let. Ti si ful znam potem, da narobe delaš predikšne. Ta teden so se pogovarjala o Google je doven ta svoj cloud gaming platformo Stadia, ne? In Andrej... Kako ti veš, da je to narobe? Ne, jaz sem se malo hecel. Jaz sem se malo hecel, da ti pač ne strinjava se, koliko hiter bojo kakšne stvari mainstream ali pa uporabne. In če rečeš ti, da bo cloud gaming čez 10 let šele, da bo uporaben, ali pa da ga bo nekdo lahko... Ne uporaben, deva res da bo mainstream. Da bo mainstream. Potem si lahko jaz sam predstavljam, da ti misliš, da bo robot sam smeti poberu, bo pa čez 50 let. Ali pa recimo čez 30, ne? Ja. Ok, vidiš, ne? Ja. Ful imava različne te time... Klemen, če bo čez 30 let, bo mogoče singularnost. Deva se tako zmeni. Ja. Ker to bo posneta, ne, in bo forever na internetu, ne. Če bo smetar čez 10 let, če ne boš ti imel človeka, se pravi, to pomeni, da je avtonomen... Greva reči avtobus, LPP, ljubljanski. Vsem. Ampak ta bo bolj tako... Okay. Se pravi, čez 10 let, da bo avtonomen avtobus. Tako. Ja, to mislim, da bo. Ja, smetar pa ne? Ne. Zakaj? Zato, ker je preveč kompleks. Težko je smeti dvigati. Preveč se mi zdi kompleks, da bi to kar delovalo, da lahko ti vse ulice priješ, pa vse, veš, to mora biti res high advanced robot, da zna tiste škatle premakniti. Lej, pusti ti, ki vidiš une videe od Boston Dynamics, ki oni roboti neke salte delajo, pa to. To je vse lab, Se vem, sam to bo eksponentno hitreje šlo v mainstream. Ja, se bo. Ampak ne bo to v 2 letih ali pa 3, v 10. Kaj si dava nek reminder, pa vidva pol. Ja. Rekla so za buse, pa za smetarje. Čez 10 let pa vidva, kje smo. Ne? Pa za Stadia. Pa tako čez 10 let ni več človeštva, ko bo robot vse. Ja, ali pa nuclear disaster. Ja. A si bral to od tega Nick Bostroma paper o, kako se reče? Da živimo v simulaciji? Ne. The Vulnerable World Hypothesis. Ne. Ok, to je ful zanimiv. Okay. On pravi, naši izumi, predstavljaj si en boben, a veš, kar žrebaš kaj, ne? Ja. In noter imaš kugelce. In mi, ki izumljamo stvari, mi v bistvu kugelce ven poberamo. Ne? Ja. In pa rečemo, nuklearna energija. To je recimo siva kugelca. Ne? Ja. Bela kugelca pomeni, recimo imaš belo, sivo pa črno. Okay. Ne? In bela kugelca to je pozitivno za našo družbo. Ne? Okay. Se pravi, ta izum je pozitiven. Ja. Mi to vlečemo ven. Ne? In včasih mi naletimo na sivo kugelco. To pomeni, da je tako, ne vemo, ali bo pozitivno, ali bo negativno, ima pozitivne, recimo nuklearna energija. Ja. Lahko jo uporabiš za pozitivno, lahko pa nuklearno orožje daš in se uničimo. Ne? Tako da ne vemo. Ja. Ne? Ampak vprašanje pa je, ali obstaja črna kroglica noter v tem. To pomeni, da ko jo bomo izvlekli, da bo zaradi tega izuma, zaradi te tehnologije človeštvo nehalo obstajati. Jaz mislim, da lahko, da smo jo že izvlekli, sam še ne vemo tega. A veš, ti lahko isto rečeš, lej. No, ampak pol bi bila črna, ne? Ja. In on je rekel, mi moramo biti pazljivi, ker zdaj mi tako kar vlečemo ven stvari, vlečemo ven. A veš, ful je bolj tako, knowledge je dobro. Ja. Jaz pa ne vem, če to vedno drži. In to je pač druga stvar, ki sem se hotel pogovarjati. A vedno drži, da je knowledge oziroma znanje dobro. Do zdaj nam je tako bilo, ne? Se pravi, ko nekaj razumemo, lahko to v svoj prid izkoristimo in imamo boljše življenje. Ampak ni nujno, da bo to vedno držalo. Pa se ne drži. Okay. Se ti, če pogledaš internet, ne? Kakšna kugelca je internet? Okay. Ampak zelo belo siva, po mojem mnenju. Kakšna kugelca so
Antibiotiki. Ampak z internetom ti ne moreš uničiti sveta. Ja, lahko ga. Lahko še nekaj drugega. Lahko recimo uničujočo idejo razširiš po internetu. Vem, ampak je pol ta ideja, ta kugelca. Ampak uporabil si ne bi mogel razširiti, če ne bi imel interneta. A veš, kaj je recimo črna kugelca? Ti izvlečeš recimo ta CRISPR, ki spremeniš DNK, da recimo tako tehnologijo izumimo, da je doma tako enostavno to replicirati in narediti virus, ki ubije vse. Recimo, in če ti to izvlečeš ven, pa vsak zdownloada kako doma, ne vem, vzemaš majonezo, pa vzemaš ene stvari, ki imaš v hladilniku in ti narediš ta virus. To je recimo črna kugelca. Internet ni, a veš, clearly črna stvar. Lahko pa izvlečemo eno tako, ki bo clearly. Ful težko si zamislim tako črno kugelco. Sem ti povedal primer, recimo, da doma sintetiziram nekaj, ki pobije celo človeštvo, ali pa da bi nuklearno, da bi srečo imamo, da jedrsko orožje ful težko narediti. In to lahko samo države delajo. Se pravi, raboš uran, moraš ga oplemeniti, ful resursov. Kaj, če bi bila ta energija, pa če ne bi imeli srečo, da je ful enostavno narediti, sam znanje rabiš. Zdaj boš razumem. Okay, to je boljši primer. In veš, mi smo zdaj tako, k nori vlečemo te kugelce ven. In Nick Bostrom, on pravi, bomo se malo, mislim, ne ustaviti, ampak razmisliti. In ena izmed teh kugelc je lahko AI, ki so se pogovarjali. Tako da ful zanimiv paper, če boš... to je lej, pol naletiš res na to, kakšno življenje hočeš živeti. Hočeš imeti družbo razvoja in če ker zdaj jo živimo, smo v tem pospešenem napredku, ali greš pa v bistvu tako, kot hobiti živijo v Gospodarju prstanov. Recimo, oni so statično. Oni so ta Middle Earth, zdaj ne vem, če to kakšni fani Lord of the Rings poslušajo. Mislim, da Middle Earth, 3000 let, obstaja in tam v bistvu ni nobenega tehnološkega napredka, ker je pač life tak, kot je cool. To je pa v bistvu filozofsko vprašanje. A je tebi life tak, kot ga zdaj živiš, a ti je cool? No, tebe to vprašam. Mislim, da vem, kam, a veš, to te vprašam, kaj ti misliš? Jaz mislim, da je lahko še boljši, da moramo živeti napredek. Kljub temu, da riskiraš, recimo, ful, da riskiraš. Kljub temu. Ok. Ker lej, kaj pa ti? Če jaz pogledam tebe, ti imaš, ne vem, zgledaš nek zdrav posameznik, imaš uživaš vse te materialne dobrine, ti ne rabiš več napredka. Mislim, kaj bi še rabil? A veš, tako, ne? Moj, recimo, odvisno v katerem svetu bi živel. Če bi živel jaz v tem svetu, v dveh svetovih živim, veš, eno je ta karierni, pa biznis, pa materialni, ampak ni sam to, imaš še drug svet, imaš ta mogoče, kako bi mu rekel, duhovni, če je recimo to nasprotje materialnega, mislim, da ni, mislim, to so pa druge debate. Ampak... Kaj si ti predstavljaš, kaj rečeš duhovni? Kaj ti pomeni beseda duhovni? Kaj verikle se pogovarjamo o duhovnosti, ampak vsak ima nek svoj, veš, sam to, da se bova lajnala. To so v bistvu subjektiva, bi jaz rekel, Tako zelo, zelo široko. Ampak nisi mi še dosti razložil. Zato, ker ti ne morem, ker je to ful subjektivno. A veš, to je moj subjektivni notranji svet, pa imamo pa midva skupni materialni svet, v katerem kao midva oba živiva. Ti živiš klej in pa midva se pogovarja zdaj v materialnem svetu. Ampak vse to midva lahko opiševa. Lahko opišem, čim dam v besede, sem ga dal že v materialni svet. A veš, kaj mislim? Sam potem, po tvoji logiki, pa ne morava imeti pogovora o tem. Ker čim boš lahko imaš z metaforo, vse to delajo, veš, to so te, imaš zgodovino, ne vem, par tisoč let teh, ali imaš verstvo, ali duhovnosti, A veš, takrat, ko so dobesedne stvari, je tako wrong bilo, čist narobe. In religija je po moje tako, ko se hoče igrati to igro proti znanosti, je tako popuši na celi črti, po mojem mnenju. Ampak pomaš pa ti metafore, ta notranji svet, metafora o Jezusovem, ne vem, križanju. Če ti to dobesedno gledaš, pa on ostane čez 3 dni od mrtvih, pa znanost daš gor. To se vse breakdowna, ne more. Če pa ti to gledaš kot metaforo, pa ima tvoj za personal stvar ima nek value,
In veš, kaj je ta, o value se moramo pogovarjati, po mojem mnenju. Value je vse, ne knowledge. Koliko mi valuejemo ene stvari. In kaj je value? Value je, ki ti prinese blaginjo dodatno. Ne, kaj sem rekel, knowledge. Ne. Kaj je res, pa kaj je dobro. To sta dve različni stvari. In za ene ljudi, ne vem, kaj je tvoj intuition, za ene ljudi je, kar je res, je vedno dobro. Ali pa resnica je pomembna. A veš, kaj mislim v tem znanstvenem? Vse, kar je pomembno, je resnica. Zdaj sem ful spremenil mišljenje, ne strinjam se. Jaz mislim, da kar je pomembno, je, kar je dobro. Aha, okay. To je value, ultimate value humanity. In zdaj, kad te kogelce ven mečemo, imamo mi v glavih, pomembno je, kaj je res, kaj je res, ne pa, kaj je dobro. Ja, to je, jaz bom zdaj tako rekel, to je v bistvu res duhovno vprašanje. Kaj je dobro? Ker to je filozofsko vprašanje. Ne, to je znanstveno vprašanje. Ne, znanstveno vprašanje je nekaj, kjer ti postaviš hipotezo in potem z nekim poskusom ali pa opazovanjem ovržeš ali pa sprejmeš to hipotezo. Ampak ti za to, kaj je dobro, imaš pa različne poglede. Vem, ampak lahko recimo rečeš, vsa živa bitja v vesolju, jih daš na lie detector in jih vprašaš, koliko ti je dober ta experience, pa jim daš nek držljaj, pa je tako ful lep. Pa oni rečejo, en reče 8, en reče 7, en reče 9, en reče ne vem karkola, ne? Pa jim daš ful trpljenja, pa en reče -2, ne? In to je znanstveno opazovanje bilo in ti lahko rečeš, ta prva stvar je boljša kot ta druga. Boljša, objektivno boljša, v znanstvenem smislu. Tako da ni, a veš, toliko duhovno. No sej, in to, kar si zdaj povedal, je pa v bistvu potem odgovor, da lahko za znanstveno metodo ugotoviš, kaj je res. Kaj je dober v bistvu. Kaj je dober, ja. No, ja. Ampak kaj pa, ko bo kontra? Kako pa je lahko kontra? Jaz dam enega, ki je po naši definiciji zblaznel. Sprav, greva v polje, preklopila to napravo gor, pa on reče, jaz vidim ful lepe, jaz sem delal v polju, ko sem delal v prakso na zdravstveni šoli, to je bil eden izmed caseov, on je po noč videl palčke, dobesedno. In kaj znanost reče? To ni res, ne? On pa reče, ampak meni te palčki so ful lepi, pa tako lepe stvari mi prišepavajo, a sem prav rekel? Prišepetavajo in ful imam boljše življenje zaradi tega. In mi izmerimo s to napravo, to je res, ne? Ampak vemo pa v materialnem smislu, da to ni res. Ne? Kako boš pa to rešil? Ker se ti dve gresta v navzkrižje, kaj je res pa kaj je dobro. Ni vedno enako. Ne? Ja, mislim, pustimo, težko dam zdaj odgovor na to. Mogoče je tako, če ta posameznik v družbi s tem, ko vidi palčke, ne posega v pravice drugih, pa jim s tem ne manjša kvalitete, da s tem drugim kvalitete življenja ne zmanjšuje, jaz nimam nič proti. Ne. Če pa tak človek reče, jaz vidim te palčke in ti moraš začeti verjeti v te palčke, pa si boš raka pozdravil, pa jaz rečem, to je pa dangerous. No sej, a vidiš power subjektive, to sem hotel povedati. Da je subjektiva edino, kar je pomembno, po mojem tudi zate, ne? Ampak jaz mislim, da zato smo mi znajdeli eno tehnologijo, ki pa lahko zaobidemo to, da se pogovarjamo o subjektivnih stvareh. In to je matematika. Ne? To je jezik vesolja, kjer se o tem smo se itak velikrat pogovarjala, pa jaz sem tukaj razvil en svoj v bistvu model razmišljanja, kako lahko pojasnimo, zakaj je to pomembno. Če greva lahko čez to. Deva vzeti primer enega človeka, ki nikoli ni videl fuzbala v živo. Tudi ti mu to nisi nikoli omenil, on sploh ne ve, da to obstaja. A je ta človek karkoli drugega ve? Ali je čist blank? Ne, on ve, on živi življenje. Samo zgodi se, da nikoli ni videl fuzbala. No in zdaj midva rečeva, jaz te danes pelem, midva ga peleva danes na eno tekmo. Prvič bo on to igro videl. Ne? Ampak rečeva, ne vem, delamo eksperiment, ne smeva ti nič povedati.
Ti greš samo z nami na ta experience, ne? In gremo na stadion in začne se nogometna tekma. Ne? In zdaj mi njega gledamo, ne? Človeka, ne? In on zdaj pridobiva neke impulze iz okolja. Ne? On tam vidi neka zelenica, tako neka zelenica, ne? Kjer ugotovi, ne, da se za nekim predmetom okroglim, ne, se podijo neki ljudje, ki so, recimo polovica teh ljudi ima eno barvo obleke na sebi, polovica druge. Se pravi, lahko nekako ugotovi, ok, verjetno te, ki so v isto barvo oblečeni, so skupaj, te, ki so v drugo barvo oblečeni, so skupaj. Ne. In morata jasno, da oni nekaj hočejo narediti s tem okroglim predmetom. Ne. Pa recimo pade nek gol, ne, in oni se ful veselijo in on verjetno pošteka, verjetno je to nek smisel tukaj, ne, da ti to okroglo žogo spraviš v gol, ne, in pa se tam spremeni rezultat in gremo tako, ok, to je neko točkovanje očitno, ne, in to igrišče ima neke meje zarisane, ne, in če gre ta žoga čez te meje, bomo z roko vrgnot, se pravi, vedno bolj kot on opazuje, ki so ponavljajoči se tako, vedno se pravi, on opazuje to dogajanje in si začne neko zgodbo si začne plesti v glavi, ne, se pravi, postajajo mu jasna pravila, kaj se tukaj dogaja. Ne? Potem ugotovi, da je pa tam ena oseba, ki je pa v črno oblečena. Ne bo dovolj 90 minut. Ne bo. Kaj če ta Infinity? Tako, se pravi, vedno več, ko bo on to gledal, vedno večkrat, ko bo gledal, vedno več mu bo o tem jasno. Od predpostavki, da nima možnosti to si nekje prebrati. Ne? No, in jaz mislim, da isto se dogaja z našim razvojem kot človekom. Ne? Mi smo bili postavljeni v neko okolje in razvila so se nam neka čutila. Ne? Se pravi, ti imaš neke oči, se pravi, imaš neke mehanizme, s katerimi prejemaš informacije iz okolja. In potem imaš centralni živčni sistem, ne? Možgane, ki lahko interpretirajo te signale iz okolja. Ne? Se pravi, mi smo zdaj kot nek ta človek, ki prvič opazujemo naravo, vesolje, tako, vidimo vzorce. In vedno več, vedno dlje kot to gledamo, vedno več nam je jasno. Ne? Vedno bolj razumemo, kaj se dogaja, kaj se tukaj dogaja. Ne? Seveda, zdaj, če se vrne nazaj na tega človeka, ne? On zdaj, če gleda samo tekme, mu zelo težko kapne, bi zelo dolgo mogel gledati, da bi njemu kapnil, da je to recimo neko prvenstvo. Ne? In da se to dogaja od avgusta do maja, in da vsaka ekipa igra z vsako in da imajo pol neko točkovanje in to je čisto abstraktno. Ne? Ti nikjer v svetu, če zdaj nimaš dostopa do interneta, ne moreš videti lestvice prve slovenske nogometne lige. Nikjer, to ne obstaja, to je nekaj abstraktno, ko smo si mi izmislili in to delamo. In isto se dogaja z nami kot z ljudmi v tem vesolju. Ne? Mi bomo rabili ogromno časa, da bomo razvozlali celo to igro, oziroma cel ta kozmos, v katerem se nahajamo. Ne? In če za zgodovino, zdaj pa če greva od začetka, smo si mi veliko stvari predstavljali oziroma interpretirali narobe. A veš, na začetku, si mislil, da ker nismo ognja še znali narediti, pa ga krotiti. Smo videli, ok, tam neka strela udara, pa za net ogenj, ne vem, kako so si to tisti ljudje predstavljali, ampak recimo so si to predstavljali kot, wow, nekdo to počne, recimo neko božanstvo. Čez čas smo pa mi ugotovili, da to ne meče pač nekdo z roko dol te strele, z oblakom, ampak da je pač to neka, električna napetost gor. Se pravi, rabili smo ogromno časa in nekega tula, oziroma rabili smo neko tehnologijo, da smo to naredili, da smo to ugotovili. In ta tehnologija je matematika. Ker če zdaj mi dva rečemo, jaz vem, kaj bi ti pa rekel, ampak on opazuje čez svoje oči, pol mi dva tega človeka vprašava, ko pogleda tekmo, kakšne oblike je igrišče, in on reče, okrogle, je tako jajčasta je ta meja,
Ne, ni, ne, je pravokotnik, je nogometno igrišče. Ampak mogoče ima on, ne vem, pa takrat imel una očala gor z ribjim očesom in je v bistvu tisti pravokotnik je videl kot nek jajčast. Ne. In se pravi zdaj, on verjame, da je to igrišče jajčasto, ne. Mi pa vemo, da je recimo pravokotno, ali pa mi s svojimi očmi. Kakšno je zares? No, zdaj pa kako bi pa to ugotovila? Ne vem. Z matematiko, ampak zares, kakšno je? Ja, zares. Okay. Mi dva rečeva, ok, poglej. Najprej morava imeti nekaj, da lahko kvantificirava neke fizične lastnosti. Rečeva, ok, lej, to igrišče bova rekla, da ima neko dolžino, pa neko širino ima. Valjda morava imeti cel številski sistem, da rečeva 2 je več kot 1, 3 je več kot 2, se pravi, če štejeva v pozitivno, pa imava 100 metrov dolgo igrišče, pa ne vem, široko 60 metrov in potem določva te kote, pač malo se z geometrijo igrava in rečeva, lej, sigurno tudi, če imaš ti na sebi očala, kjer vidiš, da je to igrišče jajčasto, ti jaz lahko zdaj tukaj z enačbami, če potegnem recimo diagonalo iz enega kota v drugega, ta diagonala recimo ne more dobiti drugačne mere, ker je to pravokotnik. Če bi bila to elipsa, bi recimo mogoče lahko to drugače zračunali z drugimi enačbami. Se pravi, mi smo si iznajdeli nek jezik, kjer se mi lahko strinjamo, tudi če gledamo, opazujemo z različnimi očmi, inštrumenti. Ja, to se strinjam. Jaz, a veš kaj, Milka se vedno tako o znanosti pogovarjamo, pa tako ne. Jaz sem ful zagovornik znanosti, pa tako deluje, pa nikoli ne rečem, da ne deluje, pa to je scientific method, ta način, ki smo ga iznajdeli, deluje za opazovanje materialnega sveta. Tvoj argument pa je bil enkrat, ko sva se pogovarjala, da boš to isto metodo, popravi me, če sem motil, če sem narobe tvoj argument povedal, da boš to isto znanstveno metodo enkrat uspel upisati vse, tudi nematerialno. In to je bil tvoj argument. Kaj sem jaz malo bolj... Na dovolj dolgi časovni skali. Na infinite. Recimo, da imaš infinite. Ampak ti imaš isti ta, se pravi, rabiš za opazovanje sveta, rabiš inštrumenta, se strinjaš? Tebi se cela ta assumption breakdowna, če imaš začetni inštrument napačen. A se strinjaš? In ta inštrument, ki je začeten, bi mu jaz rekel zavest. Se pravi, ti imaš zavest in ti z zavestjo experienceš svet, v katerem živiš. Izkušaš. In potem ti vzameš, ne vem, en drug inštrument, se pravi, neki za merjenje hitrosti, se pravi radar, in ti zmeriš, koliko hitro gre ta avto, in mi zapiševa, avto gre toliko hitro. Ja, se strinjam, valjda. Če greš pa čist nazaj, pa je ta zavest napačen inštrument za gledanje, kar hočeš gledati, se pravi, v tvojem primeru vse. Tako da imam jaz tukaj v tej debati imam full opcij, da grem kamorkola, ker si rekel vse, everything. Moja intuicija govori, oziroma saj ni mi jasno, da je naš sposoben vse razložiti. Da je ta naš inštrument sposoben vse razložiti. Zdaj na tej točki ne. Ampak da bo kadarkoli. Da so obstajajo limitationi, da boš vse razložil. S to metodo, da boš mogel nekako drugače, če boš sploh hotel razlagati. Mislim, sigurno, pa verjetno se lahko o tem strinjava, bo ta jezik, v katerem bi razvozlali vse, bi bil matematičen jezik. Ne. Ne. Okay. Zato, ker matematika je del tega sveta, katerega ti zaznavaš z zavestjo. Če greš pa ti za to, pa ni več tega. Ti bom nekaj povedal. Matematika je, se pravi, mi nismo vsega v matematiki odkrili. Se pravi, začel se je, na začetku smo si postavili nek številski sistem, pa neko štetje, pa neki aritmetični zakoni in tako naprej. In se to je filozofsko vprašanje, a mi matematiko odkrivamo ali jo izumljamo, ampak recimo, da jo odkrivamo. Do zdaj vse, kar smo odkrili, se je zelo lepo na vse, kar že vemo, vezalo.
res je. Oziroma ne, če greš v kvantno mehaniko, so se začeli, vidiš, ne, začeli so se ruli, ki smo jih imeli prej, podirati. Ne? Na zelo, zelo majhnem se ruli začnejo breakdownati. Ne? In teorija o relativnosti zaobjeme Newtonove te zakone, ne reče, niso res, ampak niso dovolj res. Ne? In mi smo mogli nadgraditi. Ne? Vse isto bomo zdaj za kvantno mehaniko. No, kar sem hotel jaz reči, recimo, pravilno je reči, znanost definitivno lahko razloži nekaj. Ja. Ne veš pa, kakšen delček je to, zdaj trenutno. Ja, res je. Mi se strinjamo, nekaj sigurno razložiš. Ja. Nekaj. Da pa iz tega greš toliko delač, da rečeš, zaradi tega, ker nekaj bo pa lahko vse razložil, se mi zdi, da je full stretch, full imaš premalo podatkov, da tak zaključek narediš. In se mi zdi, da je full bolj verjetnostno, statistično, da ne, ker ti nikoli ne boš vedel, kdaj si vse. Ker da boš postavil teorijo vsega, da sploh lahko postaviš teorijo, moraš predtem vedeti vse. A štekaš, kaj mislim? Ne strinjam se s tem. Če ti ne veš, mogoče sem nekaj spustil, ti ne boš mogel teorije vsega postaviti. Ti moraš najprej vedeti, samo sebi se ogrizneš v rep, da boš ti lahko teorijo vsega postavil, boš mogel vse prvo vedeti. In da boš mogel vse, boš mogel že imeti teorijo vsega. Torej, nikoli ne boš mogel priti do konca s to metodo. Upam, da si razumel, kaj mislim. Razumem, kaj misliš. Pa tudi tako, veš, ti si rekel v času, ne. Kaj pa sploh čas pomeni? Lahko je to 1 promil, lahko je to ena, veš, size pa čas v kozmosu. Lej, sigurno, če bi mi zdaj tukaj imela človeka, ki je živel recimo 1.000.000 let nazaj. Ali pa rečeva takrat, ko se je pisava, jaz ne vem, sumerska. Jaz ne vem, kdaj je pisava nastala, ampak recimo, da je to prva neka taka ful uporabna tehnologija. Pa to, kar imamo mi danes. Rečemo razvoj 50.000 let zadnjih. Pa če ti pa rečeš čez 50.000 let, mislim, jaz si s tem eksponentnim napredkom, o katerem smo prej govorili, jaz si sploh ne znam predstavljati, kakšno razumevanje dobro bomo imeli mi. Ampak to, da rečeš, da je dobro. No, in jaz mislim, da bo accelerated understanding. To je argument samo zato, da bomo veliko več vedeli, kot zdaj vemo. Ni pa argument za to, da smo sploh se premaknili v tej celi premici. No, ampak jaz, to je relativno. Kot Andrej, jaz verjamem, da na dovolj dolgi časovni skali bi lahko pojasnili vse. Ker imaš samo 2 opcije. Ali je vsa ta realnost res nekaj, kar je nekdo naredil? Jaz sem kdo pol njega naredil. Ma dobro. Ker greš nazaj. V neskončnost gre to lahko, ne? To je pa zanimivo pol. Ampak tako, v realnosti, kjer smo mi zdaj, dajva se osredotočiti na naše izkustvo tega, kar zdaj vemo. Lahko sam nekaj se spomnil, ker si rekel, lahko gre v neskončnost. Zaprav ti imaš kreatorja. Jaz sem rekel, kreator kreatorja in kreator kreatorja. Sem pol je recimo neskončnost. Ne? In pa boš ti rekel, se matematika pozna neskončnost. Ne? Pa jaz rekel, ne, to ni neskončnost. Veš, kaj je to? Ti nimaš začetka, da daš v enačbo neki. Ti imaš, nič je enako 1. Pol se ti matematika, se ti breakdowna. Ne vem, enega doktorja matematike bi rabil zdaj tukaj, da bi se... sem predvideval, da bi se strinjal s tabo. Ker bi zagovarjal matematiko kot tako, ne. Lej, veš čem ti lahko to, kakšen primer ti lahko dam. Dajmo mi vzeti eno, kjero igro si zdaj igral? Red Dead Redemption? Ne, jaz ne igram igrati. En game, ne? Se pravi, to je nek artificial world, ki ga je nekdo naredil, ne? In pa ti s tem svojim likom raziskuješ ta svet. In tam so neki objekti in to. Ampak hitro, ne, prideš ti do nekih omejitev. Ne? Se pravi, ti, ne vem, prideš do nekega objekta, ne? In če bi ti pogledal, kako je to zgrajen, ne, bi videl, ta objekt je pač narejen tako, da je gor prelepljena neka tekstura, ne? V zadnji ni pa nič. Recimo neka hiša. Ne?
No, in Ta lik mora pol to najdeti. no, sej, s tem likom, a veš, prideš pa v gamih, kdaj ne, so pa kakšni bagi, a veš, in ti lahko prideš nekam, nek svet, recimo so pozabili dati teksture gor, ne, in ti vidiš, da tam je, ne vem, padeš dol iz mape. In pol tako padaš skozi in si gore pa svet. In je to nek lup, ne. No, in mi smo zdaj verjetno prišli do tega, da smo prišli tako daleč v tem razumevanju fizičnega sveta, da smo prišli do teh omejitev, da smo prišli že do tega, da do Big Banga, da smo prišli do tega, veš, da smo toliko raziskali že ta game, v narekovajih, ta svet, da smo ugotovili, da če obstaja nek kreator, je nekam pozabil dati teksture. Oziroma so neki bagi, kjer zadevamo ob limitatione tega, če je to artificial svet, se pravi, rečemo temu Bog, je pozabil sprogramirati manjše od, ne vem, kvarkov, ker je mislil, da ljudje nikoli ne bojo naredili toliko dobrih matematičnih modelov in inštrumentov, da bi lahko to videli. In pa zdaj tako, kaj je manjš? Ja, ni sprogramiran, ni narejen. Sem klej ful enih, mislim, ka v bistvu človeka daješ, po moje, ful v preveč kredita daješ človeku, se to je v bistvu point argumenta, mi bomo lahko vse razložili. Mi z matematiko ali pa naš je dovolj dober, to je ful velik assumption. Naš je dovolj dober, da boš take stvari, recimo da je Bog neko drugo bitje, niti ne biti v religioznem smislu, ampak nekdo, ki je simulacijo naredil. Ja, nekdo, ki je advanced. Ja, in pol, da ti rečeš, on je naredil napako, pa ni neki predvideval, ki smo mi pol najdeli, je isto, kot da bi ta lik v igrci, v GTA, recimo, da je zavesten, da bi on znotraj tega, za kar je bil narejen, uspel videti ven tebe. To se mi zdi ful nora assumption, ker on je tako limited, ta GTA lik, ker je znotraj igrca, on ni zunaj igrca. In mi smo lahko tudi, naša zavest je znotraj ene simulacije ali pa znotraj česar koli. Ti ne moreš ven videti, ker nisi sprogramiran za to. Impossible. To je bil v bistvu to je bila sama analogija na to, kako mi raziskujemo svoj svet, v katerem smo se znajdeli. Limitation so prišla. Jaz sem ti povedal en primer, kjer se ti to vse breakdowna in ne boš mogel iti več naprej. In zdaj mi mislimo, da smo recimo prišli do limitov vesolja, mogoče smo pa do svojih mentalnih limitov prišli. Ja, to je dobro. Oboje je lahko res, ne? To je ful dobro, kaj si rekel. Ja, sej zato pa si pomagamo, sej mi smo na limitih svojih mentalnih sposobnosti. Kako boš pa opisal vse? Če ti pogledaš, ti sigurno ne moreš, če vzameva Excel, to, kar Excel lahko, ti si tam narediš ful neke modele, pa veš, ti sam neko številko upišeš in on ti mislim, to je amazing, kaj lahko naredi Excel, računalnik z Excelom, oziroma ti z Excelom. Tega ne boš ti bil nikoli sposoben, oziroma zdaj trenutno tega ti nisi sposoben. Ti nisi sposoben, ne vem, zračunati 2 milijona nekih različnih formul, ki so med sabo povezane, ne vem, v kakšnih povezavah, Se pravi, lahko rečemo, da imamo limitations. Zato si pa to računsko procesorsko moč si dajemo ven iz možganov, in so bolj pomembne drugi mentalni procesi, kot je spet neka kreativnost. Prav, nek AI bo uspel pol s pomočjo matematike vse razložiti. Zato, ker ne vem, jaz imam premalo znanja, po mojem, o razvoju AI-ja, da bi lahko to rekel. Ne, recimo, to sem sam mislil, se jaz tudi ne štekam, ampak recimo, če dodaš intelekt, dodaš kognitivne sposobnosti, zato ker so te naše omejene, se pravi, mi bomo z nekim toolom, tako kot si dal primer Excela, bomo lahko razložili. Mi ne bomo mogli, ampak nekdo je. Pol se lahko zaciklaš. Kaj, če smo mi to že naredili, pa smo mu rekli, daj razloži nam svet, in on uporablja tak jezik, ki ga mi ne štekamo z vidika te, in on je rekel, kako ne jim to pokažem? Kaj, če jim jaz simuliram svet, pa ne oni sami rešujejo matematiko, pa bojo vsaj približno, Ampak spet si, lahko je to res, lahko je kaj drugega, zdaj sem dal sam eden izmed primerov, Ampak mi smo znotraj tega, kar je on naredil. Da boš ti boš prišel do limita, pa boš mogel iti pa v njegov svet.
In ti boš tam uporabljal matematiko, ki ti jo je on ustvaril. A veš, tako ful je tako, se mi zdi unplausible, ne vem. Recimo, unplausible, da boš vse lahko razložil za znanstveno metodo. Ja, to je pa žalostno dejstvo življenja, da skoraj nikoli ne živiš v end timesu, mislim, ne živiš v končnem času, ti si samo ena. A veš, sigurno je tudi, ne vem, Leonardo da Vinci, ki je živel v času renesanse. A veš, tisto, kar je on si namislil takrat, pa kakšne je on imel ideje, je bilo že tako, pismo se on je vse ugotovil, ampak on je bil samo ena stopnica. Zdaj mi vemo, da niti ni površja poprasko. Tako. In to bo za nas nekdo čez 100 let, mi ne bomo površja popraskali. Ampak moj argument ne bo šlo to nedogled. Do zdaj je veljalo, ampak nič mi ne kaže na to, oziroma premalo informacije imam. Da bi se nadaljevalo. Bi se do konca nadaljevalo tako. Jaz bi rekel, to deluje, pa je delovalo. Ampak dokaj pa se bi nadaljevalo? Ne vem. Ne vem, recimo, ker nisem fizika, pa bom zdaj kar nekaj rekel, ampak recimo, če je to eno izmed vesolij, ne bo se nadaljeval pred Big Bangom, pa ne bo se nadaljeval onkraj limitov tega vesolja. Čeprav, če zdaj razmišljam, kaj sem rekel, verjetno se bojo podobna ostala vesolja. Ampak da boš pa vse razložil, boš po moje take limite imel, ker naš ne bo zadosta. Enostavno to je to. In klej, ko probaš, recimo, dokaj so se pogovarjala o psihadelikih, ta Stanislav Grof je ful dobro povedal. On je v bistvu, ne vem, 20,000 sešnov LSD-ja je dal. On je bil te začetnik raziskovanja LSD-ja pa psihadelikov. In je rekel, to, kar je bil mikroskop za biologijo in to, kar je bil teleskop za astronomijo, bojo psihadeliki za mind. In to se mi zdi ful zanimivo, ker tam v unmu svetu, ko mogoče neke substance zaužiješ, pa ti malo razšir, a veš, ko so delali CT skene možganov, ki tripajo na gobah ali pa LSD-ju, so eni deli med sabo povezani, ki nikoli niso. Pa ta default mode network, ki je ego naš, je pa totalno nima prekrvavitve. Naš ego gre takrat dol in vse ostalo se razširi. No, kaj sem hotel reči, da tam noter matematiko delati se meni zdi insane. A veš, ne? In to je tudi vse, kar rečeva vse. Vse je tam. Zakaj pa se ti zdi to? Ker se breakdowna vsa pravila, vse modeli. Lej, če nadaljujeva z te analogije, če je mikroskop pri biologiji, pa teleskop pri astronomiji, pa psihadeliki pri čemu? Psihadeliki pa pri zavesti, pri razumevanju zavesti. Še vedno gre tukaj v bistvu za razumevanje, kaj se dogaja v naših možganih. Ne vemo tega. Tega še ne vemo. Predvidevamo, da je v možganih. Ampak verjeten bomo v naslednjih, ne vem, to pa verjeten bomo v nekem doglednem času, če se bojo te raziskave, ki se zdaj ful dogajajo, če se bojo nadaljevale, če bojo producirali neke take rezultate, bomo verjeten ugotovili tudi to, kje v bistvu, pa da imaš ti pol neke take experience, iz kje to prihaja. A ti zdaj s tem res odpreš portal v neko drugo dimenzijo, ali je to v bistvu samo produkt teh kemijskih reakcij? Kaj pa, če bo na tej ravni, ko boš opazoval znanostjo, tako kot jo poznamo, bo vse kazalo na to, da to kemijske reakcije povzročajo in da vse je to illusion v materialnem svetu. V nekem ta pravem, recimo bolj resnici, pa je to res portal. Mogoče, ne vem. A veš, da te inštrumenti ne bojo mogli tega zaznati, ker oboje lahko je istočasno res. Pol bomo pa rabili boljše inštrumente. A veš, kaj se zgodi, Sej z mikroskopom mi tudi ne moramo videti atoma. Pa si je lahko nekdo enkrat rekel... A ne moramo? Ja, lahko z elektronskim. Ja, no sej. Se pravi, to sem samo hotel reči. Ti imaš mikroskop ki ga si imel v osnovni šoli, ki imaš malo leče pa to, in si pogledal čez in si recimo celice videl v rastlini. Sam nisi pa videl atomov. In pa bi ti lahko nekdo rekel,
kaj če ni inštrumenta, ne, pač sam boljši inštrument rabiš. Isto za teleskop, ne, s tem Hubblovim teleskopom smo lahko videli, ne vem, toliko, kot smo pač videli, ne, zato bo zdaj ta nov, kaj bo, Webov, kako se bo imenoval, ne, bo pa ful boljši, ne, in boš več lahko videl, ne. Se pravi, isto je pri temu, se pravi, pri psihadelikih mogoče boš mogel pa narediti ali tok, ne vem, mogoče obstajajo neki novi psihadeliki, ki jih do zdaj še ne poznamo, ne? Pa mogoče rabimo nek boljši sken za možgane. A veš, mogoče, ko boš ti imel take nanorobote, ki se ti bojo okrog tega tvojega neurona, pa ga res od blizu gledali, boš ti videl, se res, ne, tega sploh nismo prej mogli videti na CT skenu, ne, zdaj pa vidimo, da klele, ne vem, je pa to nek neurotransmiter, ki povzroča. Razen, če te stvari niso del materialnega, kot ga poznamo. Ne. Sam to je tako, it's a possibility, a ne? Ja. In pol boš ti hotel praskati z nanoroboti, z vsem, ampak to bo vse del materialnega. Ne? Ja. A veš, to je tvoja analogija z fuzbalom? To bi bilo isto, on opazuje fuzbal, in to dela infinitely. Ja. In pri 1000 letih, ko on gleda, on reče, zdaj pa lahko do konca opišem to sem videl situacijo, ali pa recimo da milijon let. Milijon let. Ampak je pravilo noter v tem fuzbalu, ki ga nismo vedeli, pa ga on ni vedel, da ko pride do gola številka milijon, se ta igrišče obrne in rata bazen in se A veš, ti nikoli ne boš mogel vedeti. To je res. Mogoče boljši primer bi bil to, da on ugotovi, da ko je žoga tam na črti, enkrat je gol, enkrat pa ni. A veš, če gledamo samo skozi oči sodnikov. Zato rabimo mi zdaj ta VAR, ne? A veš, vse digitalno. Ker lahko on točno pove, gol je ali pa gol ni. Še vedno si omejen. Čakaj, to je bil problem, tehnološki problem je bil to. Ne? Ti sodnik so svojimi očmi, ni mogel videti, a je gol ali ni, oziroma se je nekako odločil, zdaj z računalnikom pa mi to točno vemo. Se pravi, če to zdaj naredim analogijo na ta tvoj primer, bazen, ne, na psihadelike, Dej ta bazen, recimo pred golu milijon, se igrišče obrne in to rata bazen in je to vaterpolo. To je pa... In lahko ubiješ nekoga. Ja, vem, sam to je pa tako... Ne, sam to je to je naše vesolje. Okay. A veš, ker ti si rekel, vse bomo, zato ker sklepaš na podlagi pesta. Ampak se strinjaš... Ampak pest je omejen. Ampak se strinjaš, da je to zelo malo verjetno. Ne, to je bolj verjetno, kot to tvoje. Ampak če se to zdaj se to nikoli še na fuzbal tekmi ni zgodilo. Nikoli. Ja vem, ampak lahko je, če imaš ti infinity, veš kaj pomeni infinity? Pol se bo enkrat točno to zgodilo, matematično. Ne? To fiziki pravijo, če imaš ta pravi infinity, se bo to spremenilo v bazen, oni se bojo kopali v šniclih, vse, kar je možno, se bo zgodilo. In to je ta multiverse. To, da vse, kar je možno, se dogaja in se bo zgodilo in se je zgodilo. Vse, kar je možno. Vse, kar je možno. Zdaj pa, kaj je vse možno? Ne vem, po moje kar mind lahko se zamislim. Pa še nad tem. Ampak pomembno je, to je zdaj, temu jaz rečem domišljija. Jaz temu rečem filozofija. Filozofije po mojem ni brez domišljije. Ne? Ti moraš imeti sposobnost generiranja v bistvu nekih idej, na katere nimaš odgovora. Ne? In potem se lahko samo odločiš, a boš nekako šel po poti, da boš najdel odgovor na to filozofsko vprašanje, ali boš pa še naprej v bistvu filozofiral. Tvoj primer je, vse bomo lahko opisali z matematiko. To je claim. In jaz sem dal na drugi strani claim, v katerega ne verjamem. Jaz sam rečem, to je tudi possible in to je tudi claim. Torej, sam sebe si v bistvu, a veš, rekel si, claimi so to, ne? Ti tudi ne moreš vedeti. Jaz sam hočem pokazati, da pa bom pa tako rekel, lahko ni res. Ne? Jaz ne morem vedeti, verjamem. Jaz verjamem. Kaj pa, če bi staviti mogo, ne? Ker, a veš, vsak lahko reče, verjamem, pa nič ne dane. Ti zdaj stavaš svoj life, sam veš, kaj je fora. Da bomo lahko vse opisali z znanostjo, potem pogovarjali. Ampak itak bom enkrat umrl. Ampak zdaj le boš umrl. Spravo, nekaj si dal, nekaj si mogel dati gor, nekaj si mogel riskirati. Ne? Kaj bi rekel? Vse bomo lahko.
No, sej. verjamem. Ampak to je claim isto, kot je moj claim. Tako da to je tudi domišljija. No, sej, ampak ne. Domišljijska pa filozofska vprašanja greš lahko odgovarjati tako, da stopaš na neko pot odkrivanja. A je res? Res je. No, in jaz mislim, da to smo ljudje do zdaj dobro počeli. Ja. In jaz mislim, da moramo po tej poti iti naprej. Ja, jaz mislim, da moramo se samo malo adjustati. Ko nekdo reče, jaz imam spiritual experience, znanost zelo trenutno, in jaz mislim, da se to ful spreminja zdaj, zelo tako arogantno dismisa to, zato, ker ni del materialnega sveta. No, to jaz mislim, da je narobe. Okay, samo to sem. In jaz bi zelo rad videl, da bi pa sej, jaz mislim, da to pravi znanstveniki, tisti, ki so res v svojem koru, ki so znanstveniki, bojo vedno pustili, a veš, ker znanost je dejansko v bistvu rob znanosti je tisto, ti moreš v bistvu verjeti v to, da obstaja neki on the edge, a veš, ker če ne bi se mi zdaj ustavili, ne, mi bi rekli, lej, tole smo zdaj vse odkrili in znanost se konča, ne, ampak lih point znanosti je pa, da skozi da se nikoli ne konča. Da se nikoli v bistvu ne konča. No, vidiš, če se nikoli ne konča, končal bi se takrat, ko bi vse razložila. Ja. In če se nikoli ne konča, je meni to beautiful, ne? Da si ti pač vedno si humble, pa vedno verjameš dejansko, da ne veš. Ja. In nikoli ne bomo vedeli. Ne? In pa lahko tudi spustiš tako željo, da bi vedel vse. A ne? To je zelo dobro si to rekel. Ja. Če ti pomisliš tako, vsak ima svojo mnenje o svetu, vsak ima svoje tako. Ne? In ti takrat misliš, da je to ful dober model sveta. Ne? Jaz imam zdaj tako, to je moj dober model sveta. Ja. Ne? Jaz imam pravilen model sveta. Ne? Ampak da si tako humble, da drugi vejo več, da drugi imajo experience, ki ti ne veš, ampak v vse smeri, ne samo v znanstveno smer. Ja. Da ti vidiš enega, ne vem, šamana, ki nima pojma o znanosti, ampak da si tako humble, da rečeš, pizda, on nekaj ve o človeški psihi, a pa ne, zdaj sem šel spet v znanost. On ve nekaj, kar ni znanost. In jaz valjujem. Ja. In to je pomembno, znanje. Ja, ampak zdaj midva se lahko tukaj vprašava, ne? Ok, a sva midva s tem stanjem zadovoljna, pa to pustiva? S tem stanjem kaj? Da šaman nekaj ve, kar ne moramo znanostjo. Tako. Okay. Ja, a sva midva zdaj s tem zadovoljna? Ja. A rečeva pismo, dajmo mi v bistvu ugotoviti, kaj on ve. Ne, zato ker je nine value, kot sva prej rekla, je dobro, ne truth. Ja. Samo imamo različne value, ne? Ja, imamo, ampak prej sva se strinjala, mislim, da sva se, da je dobro ful večji value, kot resnica. To smo enkrat imela debato, kaj veš, experienced, če ti dam ful... Pa se z unimi kroglicami si dobro to povedal. Te kroglice so recimo, tudi dobra. Tako da, veš, te šamani, pa te tradicije, pa tako ful tisočletja, veš, pa kako ne živimo life, pa kaj je dobro življenje, ne kaj je resnično življenje, ampak kaj je dobro. To je ful dobro, to si mi zdaj, točno zdaj, ko sem to slišal, se mi je ta misel utrnila, ne. Ti v bistvu imaš lahko dejansko dva pristopa, ne. Lahko imaš tega, da se vprašaš, kaj je dobro življenje, ali pa kaj je resnično življenje. Ja. In to sem imela debato že, če se spomniš, v Skaručni. Ja. In jaz sem te hotel prepričati, da ti valujaš, kaj je dobro, ne kaj je resnično. A veš, vsi, kar rečemo, jaz sem imel to, ko sem se z folkom, ki je veren, pogovarjal, sem rekel, lej, meni je pomembno, kaj je res. To sem jaz prej govoril. Ja. Zdaj vidim, da je bila to iluzija. Pomembno mi je, kaj je dobro. Zato, ker dal sem jim vedno primer ta v Matrixu, da Morpheus da izbiro Neotu. A boš red pill, a boš blue pill. Red pill je resnica, ampak je ful neprijetna. Blue pill greš nazaj spat. In zdaj imaš ljudi, pa je mene, ki rečem, jaz bi vedno vzel red pill. Meni je knowledge, veš, knowledge mi je pomemben. Ne? Sam to se po moje breakdowna, ki ti da meni tak primer, ki trpiš ful. Pa, recimo, ful trpiš, neskončno, do konca dni, najbolj možno, ampak je to resnica. Lahko te pa izven resnice dam, pa ti simuliram neki, pa je ful dober. Ne vem, če bi kdo izbral
resnico. Ne, sej, ti imaš pa tudi v Matrixu primer tegale Cypherja, ne? To je tako, ki je pol zbral užitke. Ki je rekel, da hoče nazaj. Ja. In verjetno je tako, po moje. Ampak za vse govorim, da je tako, ne da so eni tako kao good guys pa bad guys. Ampak... Ne, jaz mislim, da večina ljudi ni pripravljena. Vsi. Ja, vsi. Ja. Lahko rečemo vsi. Jaz mislim, da imajo vsi imajo veliko željo vzeti rdečo tableto, ampak v takšnih primerih pa mogoče povečen razmislek, ko bi pa raj vzel modro tableto. Ja. In v bistvu ta debata, ki smo jo midva zdaj imela, je v bistvu to, kaj je večji value. A je večji value dejansko vzeti rdečo tableto ali je večji value vzeti modro. Ne vem. No, sej, to je pač fora vsega. In jaz mislim, da je pač večji value raziskovati, kaj je dobro. Nikoli pa ne boš mogel zares vedeti, da to na dolgi rok pomeni dobro. Ja. Ampak nekako filaš, to so pa... Zato mislim, da ima znanost kle limitation. Sam ti si pol, sam to bi se spet lahko dolgo pogovarjala, to, da ti rečeš, da je nekaj dober, ti vrne, to ti nek materialni, v tvoji glavi se to zgodi. A veš, kako ti ločeš, da ti nekaj paše ali pa ti nekaj ne paše? To določi odziv tvojega organizma, tvojega materialnega bitja. Sam lahko bi šel izven tega, ne? Kako? Je tako, da organizem daš stran, pa direktno držljaje daješ v zavest, niti ne v možgane. Ne? V zavest dodajaš držljaje. Ne? Ja, pol je pa vprašanje, kje je zavest. Ne? A je zavest v materialnem svetu? Zelo veliko na to temo raziskuje Sir Roger Penrose, ki je trenutno, on trenutno velja za najbolj... ne vem, če je beseda najboljši, najbolj primerna, za enega največjih matematikov trenutno še živečih. Ne? In zanimivo, on se kot matematik se zelo veliko ukvarja z vprašanjem zavesti. In mislim, da je tak način meni, tako po neki moji intuiciji se mi zdi, da je to najboljši način. Ne vem. Mogoče to je ful dobro vprašanje. Ja, to je ful dobro. Joe ga ni nič sprašval. Joe ga... Ni ga nič o tem sprašval. Pa zavesti sta se pogovarjala. Se nista nič o psihadeliki. To si nisem zapomnil, ampak mislim, da sta nekaj o tem govorila, pa da je Sir Roger Penrose nekaj o tem govoril. Sam ne vem, če on ima te izkušnje. Ampak je zelo lepo je povedati, tako da vsi mogoče, ko poslušajo, ful priporočam, da si to pogledajo. Bom dodal link. Ok, zdaj sva na 2 urah. Po moje sva ful sva pokrila različnih stvari, pač od šolstva do te science versus, ne vem, karkoli. Vse ostalo, ne. Tako da, ful ti hvala za obisk. Hvala tebi za povabilo. Upam, da bo teh pogovorov še več. Ja, jaz tudi ful upam. Vse to je nek eksperiment, ne. Mislim, da prvi mi je bil ful všeč. Če bo to nadaljeval, mi je v bistvu, če en posluša. Če jaz sam poslušam za svojo zbirko, bom publishal, mi bo enough. Tako da to je v bistvu point. To se mi zdi ful. Hvala. Čau.